da sem lahko tam kupil rabljeno Love Parade vinilko, predvajaj neko glasbo na gramofonu, na igli, pa da je magnet zraven, ne gremo. Nažalost. Vsi vemo, da bi mogli iti, ampak se enostavno ne gre, zato ker je vedno pehanje za dobičkom. Prva verzija še zdaj dela v nulo, ampak je problem, da mi ne moramo več servisirati, zato ker ni več že komponent. Ko so ga tisti trenutek vrteli, smo sigurno vse Slovence, ko so neki v teh navodah pomenili, pa so še vedno vrteli na vinil. Das Boot, recimo, to je bil fenomenalen komad. Sej ideja je bila tvoja, sej je čisto eno, s čem ti sproduciraš, a to narediš, narediš to s Pro Toolsi. Ti da pa prije zdaj na popudrat, pa frizure nastaviti. Ne, ni to. To ne. Mi delamo brez filtra. Brez filtra. Brez filtra delamo. Ja, zdaj, ker ko pa človeka srečaš, ne? Ja. Ni več, če je istina. Zato je boljš, da je brez pudra, da je tak, kakršen je, ker se mi zdi, da danes si mogoče malo preveč pretiravajo s temi filtri, ne? Ja, to je res. Pa se čudiš, da ni to isto, kar... To tako si šel tam v trgovino, vidiš, fajno embalažo odpreš, ni tak, ne. No, to je še hujič polko na Temuju, kaj pogledaš, oziroma na AliExpressu, ko je tekle popa dobiš. Treba zmerom mere, meter zran meter, veš. To je to. Pač tak je, ne. Tak je. Jaz mislim, da je to najboljša naravna pot, no. Brez filtra. Brez filtra. To je to. Brez filtra. Tudi danes bomo govorila po moje brez filtra. No, evo. Po domač. Po domač. Klemence videl, so mi par mi jih je pisali, so rekli za Klemenca, kak je fajn, ko po naš govorijo. Točno to, ja, moja mi je tudi rekla, da slučajno ne bi kaj po ljubljanski povedal. Kje si ti začel sploh? Veš mi, da smo se poznamo? Ja, mi da se poznamo kot Felix ali pa kot Silver. Ja, tako. Ja, smo se prepoznala kot DJ-ja, kot pa zdaj, ko smo kolega. Tako. Ja, kje sem jaz začel? Mislim, gremo še čisto nazaj, gremo čisto od začetka. Kdaj si imel prvič občutek, da te je glasba začela zanimati? No, tak. To je bilo. To je začetek, ne? To je začetek, to je bilo pa... To pa vem, da sem imel svoj najljubši komad, je bil Wild Boys. Ja, Duran. Se pravi, to je bilo leta 85, to sem bil 5 let star, to sem bil že all in v glasbi, ja. Tako da... Si kaj igral? Ja, igral sem synthesizer, frulico, sem bil v glasbeni šoli, ampak to je bila najprej, jaz sem hotel klavir igrati, ampak nisi mogel priti kar takoj do klavirja, ker je bila gužva. In so ti najprej dali tisto frulico v usta, kot policaji. In to mi itak ni bilo všeč. No in pol smo s tem zaključili, potem sem šel na nek tečaj synthesizerja. Sem bil malo pred to skupino, kar se igranja tiče, in ni mi bilo zanimivo, učili smo se samo tiste klasične pesmice za mlade, ne vem, Barbara, ki si sedela, pa tudi ne vem. Nič take, kar je mene zanimalo. In tudi pol to ni šlo skozi. No. Si bil pa star takrat? Ja, takrat sem bil pa po mojem že 4. razred, nekaj takega. Pa dobro, to so bile še otroške. Ja, vse, otroške pesmice, ampak jaz sem hotel nekaj drugega igrati. Res? Ja, jaz sem že takrat me bolj zanimala elektronika, ne vem, ali pa metal. A je bila elektronika čist takrat... Kjera elektronika se je pa takrat poslušala? Ne vem, kaj je bilo recimo. Ja, v Sloveniji bolj malo. V Sloveniji bolj malo se je kaj poslušalo, no. Kar smo pač poslušali te nemške pa avstrijske postaje, ker pač jaz sem bil tam na Koroškem doma, ravno na Koroškem, in smo imeli si dobo po FM-u kanalih, si lahko slišal kako avstrijsko postajo, nemško. In smo pa to poslušali, no, pač to je bil pač takrat tisti nemški dance v 96, Das Boot, recimo, to je mi bil fenomenalen komad, Kraftwerki, taka glasba me je zanimala, Duran, recimo, ko sem že prej povedal, ne vem, Jean-Michel Jarre, Oxygen. To je pa v bistvu oče elektronike. No, vidiš, in jaz sem takrat že to poslušal, no, takrat mi je že bilo to všeč. A sem bil opredeljen kot metalc ali pa kot hardcore raver?
Ampak to se je bilo v bistvu kako vpliv, ne vem, očeta, strica ali kakega družinskega člana, da te recimo to tako zanimalo. Mislim tako, da ti je bilo to všeč, ne? Ne, nekot ni bilo, mislim, oče je imel kar veliko zbirko vinilk, no. Ampak je on poslušal čisto drugo glasbo, kot je pa mene. Vse je poslušal, Dire Straits, U2 je, ne vem, kaj še je bil, metala nikoli, no. Bolj tak rock, z malo elektra, ampak to mi nekako ni mi to potegnilo, no. Mama je imela svojo Madonno, pa te zadeve, ampak jaz sem bil pa čisto nekaj drugega. Pa sem imel pa enega kolega, Nikota iz Münchna, on je imel pa očeta v Kotlah in on je pa naredil ful velik vpliv na mene, ker on je pa prinesel takrat kasete ali pa CD-je iz Nemčije. Takrat še niti CD-playerja nisem imel, teda to smo pol šli komu poslušati pa to in je on takrat začel nositi te CD-je Mukoma, založbe Mukom, to je pa, oni so pa delali takrat tudi pod drugim brandom Thunderdum in to je bil pa hardcore, to je bil pa nemški hardcore. In tako to je bil moj prvi tak raverski techno stik z vrsti elektronske glasbe. In sem potem začel nekako s tem hardcorejem, to itak doma, to doben ni prebavljal tega, kaj je to je za nabijanje. So noreli in to je bil moj nekako tak prvi stik s tako elektronsko glasbo, no. Pol sem imel še enega kolega, drugega, ko je tudi, on je bil pa trencersko usmerjen, on je bil pa višje v Nemčiji, že bil bolj proti Nizozemski, on je pa imel neke zametke prvega trenca in mi je bilo to tudi ful zanimiva glasba, ampak je bila čist nekaj drugega, kar sem prej poslušal. Prej sem bil metalc, ali sem hardcore poslušal, poj priš pa ta trenc vmes, ampak to v Sloveniji tega. Koliko si bil pa pol takrat star, recimo? Aha, takrat to sem pa že sem pa že to bil, recimo, ne vem, 6. razred, 7. razred, tam nekje se je to že začelo dogajati, da sem dobil lahko prve CD-je trenca, pa to je bil Gary D, je imel takrat neke izdaje nekih takih, bi rekel, mogoče malo bolj komercialnih trends komadov in to mi je on kolega vedno prinesel, da smo plačali, ker itak ni bilo interneta, nikako nisi mogel do tega priti, no, razen če si šel v tujino, no. Itak sem bil pa še premali, da bi rekel, veš kaj, mama, jaz grem v München po plate pa po CD-je. Ja, lahko bi šel z mamo pa s fotrom, ne? Ja, lahko bi šel, sam itak niso štekali te muzike, no. Mislim, štekali. So me v bistvu podpirali pri glasbi. Mami je recimo ful všeč house, trance, progressive, to je ful sede, kar je pa malo bolj na hard, pa je no go. Pri očetu, pri fotru, je pa to zgolj nabijanje, no. Je pa bolj klasično. A so bila tudi mama pa oče, sta bila tudi glasbenika, mogoče ste kaj igrala? Ne, nič. Čist entuziastično, tako je bilo. Zanimivi začetki, no, mislim, rad se spominjam tega, no. Ker sem ko sem bil že malo starejši, je bil na radiju DJ Company, to smo, vsak petek smo... Kje pa je bilo to? DJ Company je bil pa na Koroškem radiju, je bila oddaja. Aha. Ja. Kjerega leta je bilo to? Mislim, koliko se vidi takrat star, tak recimo okvirno? To je bilo tudi tam, 5., 6. razred, no. Aha. Tudi to v obdobju nekje. Se je začela ta elektronska scena malo tako, bolj javno promovirati, sploh. Verjetno je bilo bolj ta Italo disco ali pa kaj tazga, je bilo kaj to smer? Italo disco, ta recimo nemški, malo bolj na hard dance, to je bilo takrat na DJ Company, no, tak plesna disco glasba tistega časa, no. In pa smo v petkih s kasetami v tunerju sedeli, čakali, kdaj bo prišel tisti komad in da si lahko tisto pauzo spustil in si upal, da nisi kaj za in da ti je tisti komad posnelo in da si pol pravi čas stisnil pauzo, da si čakal pol drugi komad, ko ti je bil všeč. Tako da ja, tako je bilo, ja. Da si pol imel končno eno kaseto enih komadov, ko so ti bili všeč. Ja.
Ja, to je ta entuzijazem se tako začne graditi. Ja, in tek je Kdo so bili pa še recimo ustvarjalci takrat, da si recimo lahko jih spremljal pa poslušal, kaj DJ Company je bil eden, a ne? Je še bilo to, kdo recimo tako, ko je vplival na to, kako te je pol v bistvu speljala pot naprej? Enkrat je bil Umek v Mežici. Kot mulc je bil Umek v kulturnem domu. V Mežici, to je sploh ne vem, kjerega leta bilo. To se sploh povem, da smo bili mulci, no. In da to smo prišli do Mežice, da smo že prišli do Mežice, je bil izziv. Doma itak niso vedeli, da smo mi bili v Mežici, ker je bil itak no-go. Ste še bili mladoletni, ali? Ja, valjda smo bili tam mladoletni. Kje? To je bila še vse osnovna šola. In da smo lahko, recimo, bili, ne vem, da smo prišli v 10 domov, da si se že slišijo takrat, kaj je to? To je on je tehno vrtel tak. In se veš, kjer ste pa bili recimo taka družba, ko ste se recimo družili? Verjetno si imel pa to neke skupne prijatelje, ko ste delali skupne. Ja, to smo bili pa raziskovali, ne? Raziskovali, ja, to smo raziskovali. To smo bili, pol je bil ta kolega Boris, ki je pri Švice, Boris Lemnik, Švajc. Ja, to, ampak takrat smo še čisto drugo družbo, ko so bili v bistvu bolj metalci, ampak jih je zanimalo, kaj jaz poslušam, zakaj me to iz metala premakne lahko v elektroniko. Niso dojeli tega preklopa, kaj meni lahko da bi bil metalc, pa da bi poslušal elektroniko. Kako je to mogoče? Tega preklopa niso razumeli. Kako je to mogoče? Še recimo, ko sem bil v srednji šoli, v prvem letniku, je bila Metallica v Ljubljani. Jaz, hardcore raver, sem šel na koncert Metallike. Kremžar, Marko, dober prijatelj. To me še zdaj zabava, zakaj sem šel na metal, če sem bil raver. Ja, če so bile moje korenine metalske. Pa itak je dober koncert, sej ne glede kak zvrst glasbe je, če je kvalitetna glasba, je vedno fajn. Ne glede, je to klasika, ali je to jazz, ali je to karkoli. Če je kvalitetna glasba, zakaj pa ne? Je vedno fajn poslušati. Se tak mi je bilo tudi zanimivo, da dejansko ta rock, pa metal, pa ta underground scena, recimo v rocku, je zmerom bila dosti povezana z elektronsko glasbo, tudi kasneje. Tisti, ki je poslušal, tisti je doskrat tudi malo prešalto na je prešalto na eno ali pa na drugo zvrst. Zelo je bilo, vedno smo bili v undergroundu. Se je bil metal, je bil bolj underground, pa naša elektronika, no. Takrat se nisem vedel, ali je tehno, ali je trance, ali je... Ni bilo teh žanrov toliko razdeljanih, no. Sam vedel si, Umek bo imel tako zvrst. Kako se temu reče, kaj smo mi takrat v Mežici poslušali, vse nismo vedeli. Kako si recimo to, kako ste se prešvrcali noter? Ker to ste se mogli po moje prešvrcati. Ja, smo se prešvrcali, ampak to, veš, kako je bilo to tistega davnega leta. To pač si enega poznal, pa on je rekel, tega poznam, pa si prišel not, le. Vse se sploh ne spomnim, kako je bilo, ali je bila stopnina, ali ni bila stopnina. Vem pa, da je iz tiste stare, mislim, da je bil to kulturni dom, vem pa, ko je bas žgal, da je umet padel dol. Teda, je bilo zanimivo, no. Mislim, zanimivi začetki, no. Pol vem, da je naslednjič, ko sem Umeka slišal, bil v Prevalah v Night Clubu, to je bil en tak klub, disco klub, in sploh ne vem, kako je Umek tega prišel, kdo je to organiziral, ampak jaz vem, da je bil Umek. In smo šli poslušati Umeka v Prevalah v Night Club, ko to po moje zdaj zelo malo ljudi sploh ve, da je bil kdaj v Prevalah Umek, no. In je bil, ampak on je bil še takrat mulc, no. In smo šli poslušati to, in to je bilo že spet neki... To je bilo verjetno kako leto, dve? To je bilo nekaj takega, mogoče 2 leti, leto razlike od takrat, ko je bil v Mežici, ja. Ampak takrat še to, kdo je vedel, kaj je Umek, kdo je to. Pa ta Gabi je bila še takrat, ko je nek trend vrtela. In to je bilo nekaj neverjetnega, no, da si sploh lahko slišal to glasbo. To je bilo noro, le. Ja, to je kultura v bistvu undergrounda, ne. Čisto je bila to underground scena, no. Pol vem, ko sem bil recimo, ko sem bil že 8. razred, ko smo šli lahko prvič na morje. Kam sem šel najprej? V Izolo. Zakaj sem šel v Izolo? Zato, da sem šel do ambasade lahko, ne, pogledati, normalno. Vse pogledati. In potem sem tam neke lokalce
prosil, če bi mi lahko kako kaseto zrihta z ambasade, da smo imeli to in evo, sem dobil en set, se sploh ne vem, čigav je bil, ker ni bilo nič napisano. Sem dobil en tehno set iz ambasade. Nikoli ne pozabil, da je bil MC Flasher, je takrat bil MC in da je bilo to ambasada Gavioli. Ambasada, imam še zdaj kurjo kožo, ko se spomnim na to in to je, no in pol sem bil pa olino, pa se je začelo. Okay. Se pravi, to si bil še sem mladoleten, ne? Sem mladoleten, ja. Kdaj si pa recimo začel z platami, pa kdaj si začel, da si dansko lahko proba? Verjetno te je pot pelala tudi do te točke, ne? Da si, pač te je verjetno zanimalo tudi, kako to pol tudi nastane, ne? Kako miks nastane, kako se meša, kako se je to zgodilo? Seveda me je zanimalo, le prve plate sem kupil takrat, ko sem bil prvič v Izoli, sam na morju. Sem kupil v Kopru, je bila ena trgovina s platami. Kako se reče, nimam pojma več. In takrat sem videl prvič, da so imeli tehno plate, pa da sem lahko tam kupil rabljeno Love Parade vinilko. In normalno, da sem to mogel kupiti na vsak način, čeprav nisem doma ne gramofona, ne mešalke, ne nič, da bi to predvajal, ampak sem kupil. In prvo napako sem naredil drug dan, ker sem dal plate, normalno, Love Parade, da se je videl ta srce, lepo, da sem dal kolegu v avto na zadnjo polico, sred poletja. Si lahko misliš, kaj se je zgodilo to plato? No, evo, to so bile moje prve vinilke, ki so bile pol cele To bi mogel imeti za spomin. Imam jo, ampak sem bil toliko jezen, da sem samo center plate s klešami izrezal ven in imam še zdaj to srce plate, imam še zdaj doma. In normalno nisem takrat, niti ni bilo interneta, niti nisem vedel, koga bi vprašal, kako bi jaz te vinilke zravnal. Zdaj vem, kak je postopek tega. Ampak takrat sem se ne zapeče notranji del? Odvisno, koliko je bilo vroče. Ampak jaz sem naredil že drugo napako doma. Jaz sem dobil eno cunjo, dal na plato, peglajzen in sem jaz s tem to in sem normalno gruje vse s polero. No, evo, to je bil začetek mojih plat. Da sem najprej naredil dve napaki. Ena je bila zadnja polica, sred poletja, pa doma z vdikalnikom. To je dober fun fact, ne? Ja, to je fun fact. No, tako so se začele moje plate, no. Takrat vem, da mi je še mogoče, ena mi je čist v spodnji mi je ostala, druge pa vse zvilo. Imam pa te od Love Parade, pa imam, mislim, da je bil Love Parade 98. Imam še samo center plate, še imam, srce še imam. Srce še imam, ja. Srce mora ostati. Ja, bo, obvezno. Ok, to so bile prve plate. Kako si pa pol naprej začel, v bistvu, ali si pa začel že razmišljati o tem, ne vem, kjer ga spoznal, ko ima platen špiler, da si dansko lahko kaj probal, ali si pa šel že kar razmišljati o tem, kako bi si gramofone kupil. Ker tisto obdobje so bile samo plate, a ne? So bile samo plate, ja. Ni bilo kaj drugega. Ne, recimo, nekako. Pol sem prišel v srednjo šolo, tam sem pa spoznal Kremžarja, Markota. Sva bila sošolca, oba dva v elektroniki. In on je dobil, moja mama kupila prve gramofone. Jiminjo je na Jermen, itak nisi mogel to posinkati nič skup, da bi to letelo skup, ampak je imel on gramofone. To je bilo, ne vem, to je tako, da bi zdaj loto dobil. To je bilo nepojemljivo, da je imel on gramofone doma, pa dvokanalni mikser take velikosti, ko šibična škatlica. In potem je on začel malo to rolati, pa se jaz bi tudi, pa neki plos imel doma, pa sem mu jaz malo neki posodo, pa on meni je posodil te gramofone, no pa sem pa videl, da vrak jemlje šalo, gremo v naši počitniško delo, 2 leti sem delal, cele počitnice, da sem si lahko kupil prva 2 gramofona. In to sta bila prva 2 gramofona, sem kupil rabljena v Ljubljani, na Brezovci. Se spomniš, koliko je bila cena? Ja, toliko, da sem
To je bilo v markah, ne? Ne, jaz takrat sem plačal v dolarjih, mislim, da sem plačal $150,000 sem plačal za 2 gramofona. Sta bila pa prva 2 gramofona, sta bila pa Vestax, PDX 2000, legendarni gramofoni, meni so zelo všeč. Še vedno. Imam še vedno enega doma. Čeprav ne tega mojega originalnega, ko sem jaz takrat kupil. Tiste ima Maki, Slovenj Gradca, moje prve gramofone, še zdaj delajo v piko. Ampak sem bil nekako tak nostalgično navezan, da ko sem najdel prvega Vestaxa PDX v mint stanju, sem ga kupil in ga imam doma. Tako da ja, pol je bil pa drug problem, kako priti do mešalke. Imel sem gramofone, mešalke pa ne. Ja, ni bilo druge, ko pa Še eno leto poleg počitniško delati. pluniti v roki pa kupiti mešalko. Pa sem kupil prvo Behringerjevo mešalko. Itak je bila po pol leta in. Takrat je Behringer delal res tak low cost upremo in sem videl, da z te moke ne bo kruha, da bo treba kupiti Pioneerja. In sem pol to ni bil študij, to je bil obiskovanje srednje šole, sem delal v fotokopirnici na gimnaziji v Ravnah, popoldan sem se vozil v Velenje v šolo, dopoldan sem pa delal v fotokopirnici, da sem si lahko mikser kupil. No, tako sem pa pol prišel do prve 600, katero ima še tudi zdaj Maki, še vedno dela v piko. No, in to tako se je začelo. Začelo se, vidiš, se je začelo nekje v prvem letniku srednje šole, prvi Space Nighti, Alien Nighti v Celo, Velenje. Aha, to so bili prvi partiji, ko so bili, ne? Tak, ja. Z Dejanom sem dogovorjen, da bomo posnela. Ja, komaj čakam. Ne, Dejan mi je takrat z legenda. Ja, pa smo ta vinil furali, kar redno vrtel, no, po celi Sloveniji, ni da ni, no. Bilo je skoraj vsak vikend, no, ali pa tudi včasih 2-krat na vikend. Ta naša underground tehno scena bila kar močna. Pa sem pa nekako iz vinila prišel to na Final Scratch. To je bil pa prvi DVS sistem, se pravi to, da imaš plošče s kodo, gor, time code, in pol ti ta enota pretvarja te time code ti igra MP3 iz računalnika. Ja, to je bilo že pol kar dosti kasneje, ne? Ja, to je bilo tudi kar zelo hitro. In ta prvi DVS Final Scratch v Sloveniji so imeli dob kontroli. Aha, kjerga leta je bilo to? To je bilo tudi prvi, drugi letnik srednje šole. Ja. Jaz se spomnim sem, tam, ko ta traktor je imel, ne? To je bilo pred traktorjem. Ja, se mora biti, ne? Ker tisti traktor je prišel ful kasneje. To je bilo kasneje, ja. Sem pol je bil zgleda to kar dosti. To je bilo od Ceratota. Aha. To je zgleda bilo tudi kar... Oziroma ne, to je bil Stanton, se mi zdi. To je bil Stanton. Stanton, Final Scratch je bil, ja. Ampak okej, se pravi, si šel pol v bistvu v kolekcijo nakupa plat? To sem skozi kupoval. Aha. To sem skozi. Če je le bila možnost dobiti kaj, kupiti, kje. Ampak si prišel to tudi na Final Scratch, ta sistem? Tudi ja, tudi sem prišel to. Ja. Takrat, ko sem ga kupil od dob kontrolov, ona dva sta takrat že nekako končala. Nista še glih končala, ampak nekako sta začela vrteti s CD-playerjev. In sem takrat lahko od njih kupil ta Final Scratch, ker to je bilo misija nemogoče sploh dobiti. Tega sploh nekako so oni prišli do njega. Oni so dobili, mislim, da eni prvi v Evropi so dobili Final Scratch, sta dobila ona dva, ja. Mislim, da ga imel Richie Houghton, pa ona dva. Kdo pa sta dob kontrol? To sta bila začetnika tehna v Sloveniji, Life Act. Ja, Celjana tu v Velenju, to bi mogel ti poznati. Ne veš kaj, v tehna sceni res nisem bil nikoli toliko prisotna, ne, zato... Ja, to sta bila prva taka, vse sta na vseh teh velikih partijih v Celu, kar je vse dogajalo, to je Alien Space Night. Še delate danske? Ne, en je pol umr. Aha. Ja, prometno nesrečo. Ne eno, več jih, no. Tako da pol sta nehala, ja. Tako da ja, ona dva sta neka taka začetnika tehna, takega, kot ga poznamo.
v Sloveniji. Sploh nekega nastopa kot live act. Se jaz ne spomnim koga drugega. V bistvu bilo verjetno generacija Umeka, pa tako so skupaj začeli. Ali pa še malce starejša. A res? Zanimivo. Zanimivo, ja. Pa House Mouse smo še imeli v Velenju. Stane Špegl. Verjetno poznaš. Ja. Mislim, bilo zanimivo z njima govoriti, no? Ja, ful je v redu. Ful je v redu dec. Njegovo ščerko Pino, poznam, smo bili ful dobri prijatelji, smo še vedno. Še dela kaj? Še dela glasbo, ful dela, ja. A res? Ja. Boš mogel malo pogledati njegove kompilacije, kaj dela. Dela zanimivo glasbo dela, no. No, bom res. Ja. Je zanimivo, da je bolj popularen v svetu, kot po Sloveniji. Ja. Tako da... Ne, v bistvu mi je tak, veliko sem že slišal za njega, no? Ja. Pa v bistvu bi z veseljem tekle malo. Ja, ful je, bi ga mogel malo, je pravi umetnik, no. Ja, to. Ja. Ne, sej, tale platforma je namenjena entuzijastom. To je to, nam. Ja, to je to. To bi, njega bi mogel, to bi bilo res pametno, no. On ima res teh začetnih zgodb. Ne, pa to so stvari, a veš, ko se mi zdi, da ne smejo iti v pozabo, ne. Ja. Pa to so stvari, ko pa zgodbe, spomini, ko da lahko vsak nekaj iz tega nauči, ne, spozna. Pri njem sem videl prvič CD player, res tak, ne, CD je 100 od Pioneerja, tisti, ki je bil tisti mali, ampak tisti, ki je že bil pol, a je bila to, ne vem, ni bila 1000, ne vem, kaj, sploh ne vem, kjer model je bil takrat potem. Je 1000 je v bistvu pol prišla, 200 še bila, mislim, ne vem, da se ne spomnim točno, ampak vem, da je bila 1000 je bila pol, ko je bila pol pa standard za... Ja, mislim, da je imel 1000, ja, je bila 1000, ali je bil še nek, je bil vmes, nek poseben model, ko si šla še video rolo prek njega. No, in to sem jaz prvič videl pri njem, no. Ima tak dober studio na Gorici, rečejo oni. In to je bilo za nas je bilo to nikoli ne poznalo. Kako ste se pa spoznala? Mislim, kako ste se pa spoznali takle med z Markom ste se spoznala tam v prvem letniku, ne? Ja, tako, pol je Marko, Pina je bila od Marka punca, no, pa smo skupaj hodili na žure vsak vikend in itak smo korosti prišli po Pino v Velenje, pa smo pelali pol zraven na žur in pa smo itak bili tam. Oba njena starša sta taka umetnika in to smo bili vedno dobrodošli, čeprav smo bili vsi v pink, modri čupah, kikle, pač bili smo reberi, tak pravi za tisti čas. No, pa to ste s Klemenco tudi bili skupaj, ker Klemenc je tudi v tem obdobju v bistvu hodil. Ampak on je bil bolj hauser, mi smo bili pa samo tehno. Ker na začetku je bil dosti na tehno, ker razlagal, pa se je pa kar naenkrat on se je pa pol prestavil na haus, ja. Ampak je že bil on takrat malo starejši od nas. Aha. Mi smo le malo mlajši od njega, no. In nismo imeli nikoli takega, poznali smo se, ampak nismo pa imeli takega kontakta, da bi rekel, da bi prišli tam, kje si stari, da gremo na per. Ampak smo se poznali servus in to je to. Se mene to ful zanimivo, ko pač te pogovore pač tečejo in pol spoznaš ljudi malo bolj, ko jih recimo drugače poznaš, ne? In pol vidiš, kako se določeni skozi srečevali v določenih točkah življenja. Ja. In na koncu je dobro, se Slovenija že tako snavi, taka mala vasna. Tako mala in smo se vsi tudi, ko smo hodili na te naše partije, smo se itak med sabo vse 90% poznali. Ker smo bili, si imel mogoče, ne vem, si imel v Ljubljani kak žure, bil v Celju, v Mariboru, Gorica, mi smo pol še na Koroškem kaj naredili in to je bilo to. No, polet pa še ambasada, pa kaj drugega pa ni bilo. In smo tak, je bila taka dobra družina smo bili, no. Kdaj si pa recimo pol, se pravi, verjetno si začel trenirati doma, ne? Na plate, na te stvari, pa tako malo probovati, kako to deluje. Tako, ja, to je bilo pol... Si imel koga, ki ti je v bistvu pokazal, ali si sam to smo bili čisto samouki. Samouki vsi. Ja, kar si videl, si... Koliko vas je pa bilo? Jaz sta bila Mark pa ti, pa še bil še pol... On je bil še zraven, jaz sem bil zraven tega, da... ja, no, pol je bil pa še... koga smo še imeli? Edija, Fisherja. On je bil tudi korost? On je tudi korost, ja. On je tudi zelo veliko delal na teh Alien Nightih, pa Space Nightih, je že takrat pomagal pri organizaciji. Za Mitmi je tiskal majice, ko so imeli doma tiskarno. Tudi mislim, da je tule za Celje delo
majice. Pač mislim, da je celo vrtel tudi enkrat tule v Celju. No, pa smo pa, no, on je bil, pa jaz, pa Marko, pa Finčgard iz Koroške, Fingi, tudi je bil dober DJ, pa Max, pač tek par nas je bilo, no, in to smo pa pol, malo si kaj zamenjali, kako plato, nekdo ti je povedal, kje je kaj kupil, to, pa sem spoznal Flisa v Mariboru, z njemu smo ful velik plat kupla, no. Kje ste jih pa kupovali? Recimo, to je bilo pa že spet problem, kako kupiti plato, zdaj doben imel kreditne kartice, nisi imel interneta še takrat, imel si ga v knjižnici, doma si imel tisto 56-52 kilo linijo, ko itak en MP3, ko si ga šalto, si rabo 1 uro pa pol, da ti ga je naložilo. Pa mama je odspodi tišila, da je z interneta, telefona, ker smo tako zasedeni. Točno tako je bilo in smo pri Ediju naročevali, on je nam veliko naročeval, ker so pač oni že bili malo bolj napredni, ker so pač imeli tiskarno, pa so pol naročali te barve, pa to iz tujine in je takrat tudi že on naročil plate in takrat sem prek njega lahko je naročil, drugače sem pa velik prek Flisa, no, on je pa malo starejši bil, pa imel tudi drugo družbo in so oni ful hodili po Minno, pa po tujini, da so lahko to robo nakupili in pol je pač, kar je videl, da je njemu všeč, je mogoče že včasih 2 plati, pa itak, da sem pol jaz mogoče za malo večjo ceno, ko je on kupil, normalno, da sem vzel, saj nekje je mogel dobiti za pot, pa je tudi recimo on je takrat ful vrtel in je tudi kako plato mi je tako vmes prodal, je dal na avtobus v Mariboru in da sem potem jaz letel v Ravnah na avtobus, da sem pol to prestregal. To je bilo, ne. Včasih je bila to pošta, ne? To je bila pošta, ja, avtobus, ja. To je bila najhitrejša, no. Ja. Je dal na avtobus in si imel v 2 urah v Ravnah. To še zdaj ni, po pošti ne gre hitro. To bi mogel eden poštudirati, pa se spomniti tega, Ja. sveta uporabljati. Ja, ni bilo slabo, ne. Pa zelo poceni je bilo. Ja. Včasih si dobil zastonj, včasih si dal vozniku za kak kafe, drugič je hotel imeti six-pack. To je to, odvisno od paketa. Odvisno od paketa, ja. Tako je bilo, ja. Tako smo ga srali. Zabavno. Se pravi, kdaj si pa šel na prvi špil? Kaj se je v bistvu zgodilo, oziroma koliko si razmišljal o tem, oziroma koliko a si pomagal pri organizaciji, ste ga sami organizirali, si bil povabljen, kako je to izgledalo v bistvu, tako da si recimo dobil prvo priložnost, pa si lahko prvič vrtel? Prvi nek tak večji žur, vse na taki kaki privatki, pa to. Ampak prvo so bile privatke, verjetno. Ja, veš, ja, to so bile kake, vse na Koroškem nekih velik placa, v katerem bi lahko vrtel, nisi imel možnosti. Teda so bile to, da si tehno vrtel, so bile to lovske koče, kakšni rojstni dnevi, pa to, ali pa kaj na odprtem. To je bila edina možnost. Ampak vem, da prvi tak večji žur, ko se je odvil, je bil v Kotlah v bivšem kulturnem domu. Je prišel takrat ta kolega iz Švice, Boris iz Švice in smo organizirali nek tak prvi trend, tehno žur. In takrat sem se prvič tak predstavil bolj širši publiki, no, tako je bilo nekako, ja. Drugače sem pa tudi za vikende sem pa delal v nočnem klubu v Ravnah, takrat ne vem, se je imenoval Joy, mislim, da bil Joy klub, ja. Sem pa vrtel muziko v petkih ali pa v sobotah, odvisno. Smo bila 2 DJ-ja in sem bil kot rezident in sem vrtel tako dance, jugo, karkoli, pač so bile glasbene želje, zato da sem si lahko iz tega pokril mojo željo po tehno, po upremi, po teda ja, sem to nekako tak sem kombiniral, malo tu, malo tam, pač treba bilo zaslužiti, da si lahko sploh kako plato kupil, no, pa da si lahko sploh ustvarjal, no, drugače ni bilo tako zdaj, ko lahko mulc reče staršem, to bi imel, staršem kupijo, gre na YouTube, skreka komada dol, oziroma si ga potegne in je že DJ, posinka in to je to. Je bilo pač mogoče, da si lahko to do nečesa prišel, si mogel v to vložiti nek trud, dosti truda, no. Ampak si
Si imel v bistvu pol tudi, recimo ti, ampak te privat zabave, ste imeli pa to verjetno rojstnodnevne zabave, ne? Pa ste si tak, ste izmenjavali enkrat teden rojstni dan, drugič Tako, drugi. ja, vse to je bilo pa tek na mesečni bazi. Ja, ampak kdo je pa recimo skrbel pol to, recimo, ne vem, za organizacijo? Je to bilo tisto, ko je rojstni dan? Tisto je rojstni dan, ja. Ki ste zvočniki dobili? Škafa, ti boš prinesel fašterker, ti boš prinesel, drug bo prinesel neki zvočnikov, en bo prinesel gramofone, drug je prinesel mešalko in evo, in je bil žur. In to je to, in je bilo pol do jutra akcija. Ampak to je bilo res, kot sem rekel. Ampak vas je bilo vedno več? Ne, nas je bilo, ja, vedno več. Bila nas je kar velika družba, no. Bi rekel, da nas je bilo ponavadi tam od 20 do 30 nas je bila taka nekak družba, v kateri smo se skupaj družili, pa delali te zabave, pa žurali skupno. Tako da, to je bilo. To je bilo na Koroškem, pa prvi tak izven Koroške je bil pa itak je bil pa že kar v Celju. Je bil pa kar v Kazablanki, je bil pa pol v naslednji žur je bil pa je že spet imel nekdo, se ne spomnim več, kdo, en Celjan, vem, da je bil Celjan, je imel rojstni dan, pa itak smo se videvali na teh partijih, pa smo se nekaj menili, pa to zjutraj na afterjih, pa to, preden smo šli domov. Pa ja, jaz vrtim, pa ti vrtiš, pa da, a bi kaj naredili, bi naredili. Ampak to je bila še zmerno srednja šola? To je bilo še, ja, to je pa bilo glih nekje sredine proti koncu srednje šole, ja. To smo že imeli izpite, nekateri smo imeli že izpite, nekateri ne, pa smo pa malo, enkrat je en pelal, drugi je drug pelal in pol, kot sem rekel, mi smo se videvali, pa je en zvedel, da vrtiš, pa drugi je zvedel, da vrtiš, pa te en povabo, pa si bil tu, pa si bil tam, pa se je pa začelo, no, pa je to začelo leteti na polno, no, pol je bilo pa treba že malo se odločiti, da bomo naredili srednjo šolo ali bomo samo žurali še, no. Ja. Ampak kjerga leta je bilo to v bistvu v Kazablanki? Se pravi, to je bilo verjetno 2-3, 2-4? Tam 2-4, tam nekje 2-4, 2-5. Ampak Kazablanka je bila kar na začetku dosti komercialna, pa se je pa na neki točki začel, v bistvu po teatru se je začela Kazablanka tam razvijati, tam ta srednji flor, ne? Pa so pa vsake toliko časa naredili neke partije noter. Tako, ja. Imel si recimo od spodaj, ko si prišel not, si imel house ali pa chill out, odvisno v kolikih florih je bilo. Pol v srednjem si imel ponavadi house, če je bil od spodaj, chill out. Na vrhu smo ga pa mižgali, je bil pa tehno ali pa šranc, no. To je grmelo na polno. To je bilo v bistvu v času Lajbacherja, ne? Ja, Lajbacher je imel takrat. On je imel to, ja. Ja, takrat to je v bistvu ta drug del Kazablanke, ko se je v bistvu razvil ta prvi del, v bistvu bolj komercialen. Bolj komercialen, ja. Ja. Lajbe je dela, ja. Tem je še zdaj nekaj dolžen. Ja. To so te nočne zgodbe, ja. Ko pustijo pa na koncu malo grenek priokus, ne? Pa ja, sami, to je, se razumeš le, On je v neki vlagal v to, se je imel redarje, postrežbo, organizacijo, zvočenje, opremo, pol nas je pa prišlo 100 ljudi, klub pa za kaj je šlo folka tule noč. Ne vem, če je bilo na 3 florih, si sploh ne znam predstavljati, koliko je bilo to ljudi. Res je bilo to dosti ljudi, no. Viš, da si ga razumel, da je učkrno tam, kjer je lahko, no. Ampak vedno smo bili ponavadi DJ-ji, no. No, pa dobro, se je pa bil pa drug žur, ko je pa uspel, je pa dal malo več. Je bil tak. Ja. Se je dalo zmeniti, no. Ampak itak smo to delali vsi, ne zaradi denarja. Ampak smo to delali zgolj zaradi Se je tudi sama kultura promocije, dansko, no. Ja, se je tudi sama kultura ni bila niti toliko razvita, da bi dansko toliko prinašala nekega inkama, ne? Ne, ker smo bili itak vedno eni in isti, no. Tak je bil to tak familiaren underground, no. To je bilo to, ja. No, pa se pa scena začela malo razvijati naprej, no, pol je pa prišel ta Astrodisco. To je pa Umek promoviral. V katerem letu, kdaj je bilo to? Astrodisco, kaj pa vem, kako je to bilo.
To je v bistvu bolj počasen tehno, ne? To misliš? Ja, to je bolj elektronski taki vcekani biti, nikakor mi to ni potegnalo. In so vsi govorili, če tega ne boš vrtel, si out. Da, to govorim, recimo, ne vem, kako je to prišlo. Ja, ne vem, nekako promotorji, ko so nas promovirali, a pa tisti organizatorji, in če nisi vrtel tega, si bil out. Jaz sem rekel, da tega ne bom vrtel, ker mi nikakor ta muzika ni pasala. Še korosti smo si naredili majice, smo imeli Astrid Risko, Minimal Music, Maximal Shit, da smo pokazali to nestrinjanje s to glasbo, ko nam pač ni bila všeč, no, ampak res je bilo, če nisi vrtel tega, si bil out. In jaz sem bil out. To je bilo 2.5, 2.6, 2.7? To pa bi mogel za malo pogledati, kjerka leta. To je bilo malo kasneje, mislim, da je bilo to kar malo kasneje, no. A še kasneje bilo? Ja, ker minimal se je sicer tam okrog 2.6 začel pojavljati, 2.7, 2.8? To je minimal, to je bil neke vrste minimala takega in to, ta zvrst glasbe mi še danes ne potegne, niti takrat mi niti ustala ni, tako da sem očitno imel prav, da bil Minimal Music, Maximal Shit. Ja, je pa zihar nekaj prenesel, ne? Nekaj, kar je mogoče kasneje razvil glasbo na nek drug nivo. Na drug nivo, z drugimi soundi, definitivno. In doskrat mora biti te umestne poti, ki so zgrešene, zato da pol spoznaš, kar je mogoče bolj prava pot. Ali pa boljša pot. Ja, boljša. Boljša pot, ja. Ja, to je ta razvoj. In takrat sem pol tudi skoraj čisto nehal vrteti. In pol sem s tem, ko se ta muzika še kar mi pač ni bilo, sem tudi nehal na žure hoditi, sem se po svetu faksu, sem faks naredil, pa... Kaj si pa hodil na kjer faks? Elektro. Aha. Sem hodil tudi srednjo šolo elektro Velenje. Teda, če pa me že od začetka zanimala elektronika in v glasbi in tako... Se pravi, si šel v vezje, spoznal elektroniko. Tako je. Pa tam v bistvu pol si kar mojster, no, tega, moram reči, no. Ja, mislim, to pa imamo tudi svojo firmo v Ljubljani za razvoj elektronike. To se pa ukvarjamo z čisto različnimi projekti. Razvijamo čisto za znane kupce, kot so za Kickstarterje. Razvili smo ta lebdeč gramofon za Maglev. To smo mi naredili, za njih. Recimo gledam to, da smo se pogovarjali o glasbi, o ploščah, o DJ-stvu, elektroniki in vse to, ne. Kako lahko gramofon lebdi? Ja, to je poslovna skrivnost. Dobro, to pač dela na levitacije. To je tako, kot delajo na japonskem vlaki. Glih včeraj je na japonskem peljal vlak. Najhitrejši vlak na svetu. Najhitrejši vlak je peljal 500 km/h. V bistvu je bil 603 km/h. Zdaj, lahko da gre... lahko da bo lahko šel 603, lahko da sem mogoče tu informacijo, ki je zgrešil. Jaz kar sem videl posnetek, pa to prvi posnetki, ko so bili z novinarji, je peljal 500 km/h. Noro. No, pri nam se pa vozimo z dizelcami iz leta 50. Pa 8 ur od Maribora do Kopra. Ja, 60 na uro, maksimalno hitrosti. No in te vlaki isto delujejo na levitaciji, se pravi, to sta dva magnetna pola, recimo minus pa minus, da se odbijata. In potem to imaš ti več teh magnetov in pol ti to sredino z elektroniko loviš, da to pol ustane v zraku. Ste mogli naprogramirati? Ja, naprogramirati, pa narediti elektroniko, pa ja. Da je bila, njihova ideja bila kar zanimiva, no. Mi smo dobro izvedli, ampak... Je edini na svetu? Prosim? Je edini? Edini lebdeč gramofon na svetu, ja. Definitivno, ja. Bravo. Koliko se je delalo na tem projektu? Smo zelo mala firma. Vsi. Se pravi, nas je pa zaposlenih Aljoša, je lastnik, Mitja, Tomaž, pa jaz. Takrat je bila še pa Nastja, to je pa ščirka od Aljoše, ko je skrbela za papirje, pa račune. Je bila kot tajnica naša. Ne vem, vse je znala narediti, no. Super punca. Zdaj tudi novopečena mamica. No, pisal sem, ampak kako ste pa sprejeli, recimo, ta projekt? Mislim, kako to, da ste ga sprejeli, recimo, tak izziv, ne?
Sej sploh ni bilo dileme, da ga ne bi. Recimo prišlo je povpraševanje v gramofonu. Normalno jaz kot vodja proizvodnje, project manager, sprejemam, gledam, odpisujem, se pogovarjam s kupci, vidim ta projekt. Jaz kot DJ vidim gramofon, sploh je bil no-go, da ne bi. Mislim, to je in normalno, da sem naredil takoj sestanek, če bi to prevzeli in normalno, da smo bili takoj vsi za. Tomaž igra kitaro, Aljoša je muzičar, ima skupino Bossa de Novo. Že tako malo čustven pa entuziastičen projekt. Vsi v tej glasbi in sploh je bilo no-brainer. In smo itak napadli takoj te. Mislim, če imaš tak entuziazem noter vse pa ne, v ekipi, pol so rezultati 300-400%. Ja, to se je videlo, smo to naredili cokom pokom, 1, 2, 3. Koliko časa ste rabili? Od začetka pa do... Nedolgo. Mislim, da je to bilo kar v 3 mesecih, mislim, da smo imeli že prvi prototip narejen. Teda je bilo to, smo res šibali, res smo imeli dober produkt, no. Moram reči, da smo res razvili dober produkt, no. Kot to, da ima noter ta gramofon kot nekak UPS. Recimo, če ti zmanjka elektrike, takrat, ko on predvaja, kaj bi se zgodilo? Ta krožnik bi odletel. Krožnik ima kar neki mase in če pade, ne vem, na neko stekleno mizo, je se sigurno razbilo. Če bo še slabše. Kje se magnete težek, kaj ne to vse? Tam spodaj v krožniku ni magneta. Aha. Ni magneta, samo snov, katera odbija. Ja. Več tek ne smem povedati. Ja. Ne, vse razumem, Ja. pač kakor lahko. Ja, tako ja. In tam je bilo še kar nekaj, ker imaš pač, zgor imaš iglo, katera deluje tudi, so not magneti, in da ti to polje od spodaj, ko ti seva gor, ne popači delovanja igle, bil to že spet drug izziv. Vibracije, ne? Ne zaradi vibracije, zaradi magnetnega polja. Če daš ti predvajaj neko glasbo na gramofonu, na igli, pa da je magnet zraven, zgubiš vse, zato ker ta igla not pri magnetih ne more prosto se gibati in pride takoj do popačenja, oziroma sploh ni več glasbe. Ja. Da bi to že pol naslednja težava, problem. Se pravi, ste veliko stvari sproti reševali, ne? Kot to, da smo mogli nek UPS super kondi narediti v primeru izgube elektrike. Je tudi bilo... Ampak recimo, kaj pa, ko so UPS prazne? Vmes, ko smo imeli tudi detekcijo elektrike, zato da si ti takrat, ko ti izgubiš napajanje, si ti takoj začel postopek ustavljanja krožnika in si dvignil nogice gor. In ti si mogel imeti toliko energije, da si lahko ustavil varno krožnik, pa dvignil nogice, da ga je primilo in to je to. Ja, teda, imamo kar nekaj takih projektov, no. Za več takih znanih slovenskih produktov, no. Imam tudi svoj produkt. Aha, si inovator? Ja, ne bi rekel, smo inovatorji. No, mislim, če imaš svoj produkt, si verjetno tudi inovator, ne? Ja, če bi bili leta 40, ko so naredili elektronke, bi bili inovatorji, ker delamo audiofilski ojačevalc za glasbo na elektronke, čisto analogen, katerega tudi tržimo sami, kot imamo je Kiklop, kiklop.com. To je tak res audiofilski ojačevalc za ljudi, katere obožujejo analogno glasbo, pravi, moje gramofone. Ko si daš, mogoče imamo svojo rijo not, lahko si priklopi, zdaj razvijamo novo rijo, analogno. Kaj je to rija? Rija, to je vezje, katero ti iz gramofonske plošče, katera je posneta z kontrarijo. Se pravi, tudi dinamiko glasbe ti, kot bi jo zazipo, ti skrči. In potem moš ti to, da to lahko spraviš dosti glasbe na ploščo in moš ti to dinamiko potem boostati jo in temu
protokolu, oziroma to ni protokol, to je standard, se reče RIA. In potem, odvisno od te RIE, je kvalitetna glasba. Zato pa jaz pravim, da kot serviser, tudi servisiram dosti DJ-ske tehnike, od gramofonov, mešalk, kontrolerjev, vidim, kako drugi proizvajalci delajo. Zato pa pravim jaz, da Pioneerjev mikser nikoli ni vreden te cene, ki jo ima, zato ker ima RIO nareto not za 5 evrov. Niti 5 evrov, ni tista RIA vredna. Mi pa delamo RIO, zunanjo RIO, recimo, ko jo lahko priklopiš na naš pojačevalec, za 2 jurja. Pa smo zelo poceni s tako RIO. Ampak je tudi sound je čist nekaj drugega, kar ti slišiš tam. No. Ja, zoptimizirali so nam. Ja, gre se jim, ampak za tisto ceno, za katero prodajajo, bi lahko dali čip not za... Kaj pa zdaj, ko je Alfa Theta? Je kaj drugače? Nažalost ne. Isto. Brand je drugi. Se kako je tvoje mnenje glede na to, da je, recimo, Pioneer je brand, ne? Rečemo temu. Ja, Alfa Theta je pa... Alfa Theta je pa tudi verjetno nek drug brand, ne? Ampak to je, po moje so to... se bojo pokopali s tem, no. To je ful je težko ime, ne? To je ful je težko ime, ampak ne vem, zakaj bi brand, kot je Pioneer, ko je res bil sinonim DJ opreme. Ga potopil, ne? Potopil, to sploh, to mi je nezaslišno, to mi sploh... Ni mi jasno, no, to... Ne vem. Ja, ne znam si tega predstavljati, zakaj bi novi lastniki te opreme to naredili, no. Ampak dobro, se kaj pa Alfa Theta pa še proizvaja? Kaj več? V bistvu, kaj oni počnejo vse, no? Mislim, malo nekaj malega sem bral, ampak nisem se pa nikoli poglabljal, no, to je iskreno. Imajo te mešalke, kontrolerje, zdaj so nek nov CD player ven dali, ampak to je, ne vem, no, jaz mislim, da jih je Denon kar dober že prehitel vse, kar se kvalitete tiče. Ampak je še vedno sinonim Pioneer, da more biti kjerkoli je klap standard, kamorkoli prideš, boš na DJ mizi videl Pioneerjev kontroler ali pa Pioneerjev mešalko pa CD playerje. Nekako je to postalo sinonim za, ne vem, neko dobro kvaliteto. Čeprav mi, ko servisiramo pa razvijamo, ko pogledaš to, vidiš, da temu nažalost ni tako. Si pogledal recimo staro 600 Pioneerjevo, to je bil izdelek. Kar pa pogledaš zdaj, je pa to nažalost žalost. Ampak cena pa ni žalost. Kakaj je pa bila razlika, kje so recimo zmanjševali, verjetno so RIO zmanjšali? RIO so poslabšali, ja. So šli že spet, labi naredili čisto analogno. Kot je dela recimo zdaj zmer več je mikserjev, ko grejo nazaj na analogno tehniko. Angliji zelo močni v tem. Dajmo recimo to malo razložiti, no? Ja. Razlika med analognim pa digitalnim, ne? Ja. Kaj to pomeni? V bistvu se malo v prezenciji je, ne? Tako malo jasno, ampak kaj pa recimo tehnično, ne? Kaj to pomeni? Tehnično, ja, se pravi, pogledaj, če imaš neki digitalen, se pravi, da imaš to čip, kateri skrbi za pretvorbo zvoka iz digitalnega v analogni, se pravi v zvok. Se pravi, to je nek čip, nek konc silicija, v katerem teče neka koda, software, program, da ti to lahko to softversko, lahko pa to tudi digitalno pretvarja zvok v digitalno informacijo, tako, v analogni zvok. Če imaš pa ti analogno tehniko, se pravi, pa to delaš čist analogno, delaš pa to diskretno, delaš to s tranzistorji, z upori in to je nam, človeškemu ušesu, je to veliko bolj prijazno, ker to pride do mehkobe zvoka, to pol pride... Drug zvok je, ne moreš ti digitalne tehnike primerjati z analogno, ker vseeno, če ti pogledaš pol te izhod iz digitalne tehnike, vidiš, da je bilo to nekako vzorčeno z neko frekvenco in to se
občuti, to se občuti, ko enkrat ti primerjaš res en dober sistem z elektronkami, ko je to res mehkoba, ko je to res te ne utrudi, ko poslušaš glasbo, medtem ko pa ti lahko poskusiš pol na res na enem dobrem digitalnem sistemu, vse lepo igra, ampak ko pa ti nekaj časa to poslušaš, mene enostavno ta digitalna tehnika utrudi. Ni mi to prijazen zvok. Ni človeku prijazen, to je nekaj umetnega narejenega, no. To je drugače, no. Ne vem, to bi mogel malo Zakaj so pa šli recimo pol v digitalno? Zakaj so šli za to? Cost reduction. Aha, cost reduction, enostavno. Recimo, da ti narediš Rio, če smo že pri Riji, z konco silicija, pravi, digitalno, zdaj imamo operacico, to rabiš en operacic, 2 opora, 3 kondije in to je to. In to je cena, se pravi, 3 evre velik. Če pa greš to ti delati čisto analogno, pa rabiš ti to 10 tranzistorjev, elektronko, dobre kondije, res, da gre ta signalna pot, da je narejena tako, je treba, da so uzemljitve prave, da ne pride do popačenj. Je to veliko več znanja, veliko več dela, pa tudi materiala veliko več, ampak je na soundu je pa to čisto nekaj drugega. No. Moje mnenje, ampak drugi bojo pa rekli, da so zdaj nove D-klase ojačevalcev boljše, kot pa so bili lampaši, kar mi delamo, ampak mene to pač nekako ne pripriča. No. Recimo, je res, da ena dobra končna stopnja v D-klasi je to, jo že dobi za, ne vem, jurja pa pol, 2 jurja, na primer, ko se pa lampaši, solidni lampaši ojačevalci se pa začnejo pri 5-6 tisoč evrov, pa naprej. Tako da. Kaj pa vzdržljivost? Je mogoče tu pol ta razlika, da so se za to odločili? Ne, oni so se izključno odločili zaradi cost reductiona, zaradi večjega RVC-ja. To je čisto. To je to. Ampak vidiš pri konkurenci, recimo, vidiš pa pri recimo Alien Hitu, oni pa dajo mogoče malo več na zvok. In tam vidiš, da namesto, da uporabijo en operacic, ko je 2 evra, pa recimo niti Pioneerja ne stane 2 evra, ker delajo to milijonske serije, jih stane 8 evrov, ampak je zvok pol čist drug. Ampak je 8 ali pa 2 evra je pri milijonski seriji dosti denarja. In to je to. Sam profit. To je to. Recimo, ko pogledaš 600 Pioneerjeva, je bila cena, če si primerjal zdaj, a pa primerjaš zdaj, ne vem, V11 mikser, je recimo 600 veliko bolj kompleksen mikser, z veliko več znanja narejen, ko pa recimo zdaj neka V11. Ko en DSP, pa to je to. Ni znanstvene fantastike. Tam je pa za tisti čas, je pa v 600 definitivno bila, no. Zato pa 600 še zdaj po 25 letih zveni dobro, solidno, no. Morek ne dobro, nikoli ni zvenela odlično, dobro. V11 pa po 10 letih. Aha, se pravi tudi ta cost reduction, ko se zgodi, recimo pri digitalnih vezih pa tako naprej, ne? Se pravi, to tudi življenjsko dobo skrajša? Ja, ni to, ja. Ni življenjska doba, ampak problem je, ko so komponente so not take, da ne bojo zdržale. Saj imajo inženirje tam, ko točno predvidijo, kakva bo življenjska doba enega takega mikserja. Aha, se pravi, komponente so to noter ti. So to tranzistorji, opori, faderji, potenciometri. To bi lahko bilo vse narediti, da bi to delalo 20 let. Vse so že takrat znali narediti, da je delalo 20 let. A zdaj pa veš, vse pogled svoj mikser. Da je po kolikih letih, je bogi. No, pa pogled mojo 600, ko je stara zdaj 20 let plus, je pa intaktna. Pa je bila sigurno veliko bolj zlorabljena, kot pa tvoj mikser.
Tako da, how to je, kako to narediti, ampak ni rentabilno. Ja, se, ker v bistvu Ker pač pač v tem ekonomija, kapitalističnem času je samo važno, da se proda. ja, denar se mora Ne obračati, gre- in čim hitreje se mora Čim obrniti, hitreje ne pa čim gleda se večkrat, pa ne na planet, ne na nič, da bi delali manj electronic waste, manj odpadkov. In, Pa misliš, to je da to. gremo v to smer? Ne gremo. Ne gremo. Nažalost. Vsi vemo, da bi mogli iti, ampak se enostavno ne gre, zato ker je vedno ta pehanje za dobičkom vedno največje. To je največje gonilo. Ne gre se, da bi delali trajnostno. Mi se recimo mi pri naših izdelkih, katere mi tržimo, pa smo dali na trg, izdelki po 20-25 letih še vedno delajo intaktno. Lahko bi pa mi naredili, da bi izdelek se pokvaril po 5 letih, ali pa recimo po izteku garancije, kot delajo vsi veliki brendi delajo zdaj tako. In avtomobilska industrija, in zabavna, in vse to. Oni predvidijo tako, kakšna bo življenjska doba te naprave, in to je to. Če inženirji niso dosegli tega, so bili slabi. Ampak to niso inženirji želeli to narediti. To so začeli korporacije to pelati, da pač se prodaja. Ampak to na dolgi rok enostavno ne bo šlo. No. Ne vem, jaz recimo tako, kar spremljam pač to makroekonomsko narativo, pa geopolitično, pa tako naprej, se pravi to širšo sliko na svetu, a ne. Imam občutek, da sicer je nek interes, da se gre v to trajnostno, pa vso to zgodbo, a ne. Je pa res vprašanje pota, ne. Kaka pot bo, pa bo to zdaj, a je to zdaj realna ali ni, ne. A je to zdaj sam na papirju, ali je to zdaj, ne, to bomo videli čez časa, ne. Ampak me pa zanima. Ampak časa nimamo. Ja, ampak me zanima, ne, koliko imajo take podjetja, ki recimo delajo, pa razmišljajo trajnostno, priložnosti, da to dejansko pol tudi preživijo, ne. Ker na koncu je, ne, Točno to. ta, ko dela cost reduction, definitivno dlje časa preživi na trgu, pa bistveno več denarja obrne, ne, kot Ja. pa tisti, ko naredi pa dela 30 let, ne. Ja, Ne, še za servis mu ni treba skrbeti. če za servis smo ni treba skrbeti. Ja. Ne. To je, pač živimo v takem svetu, mogli bomo spremeniti svoje navade, vse. Če bomo hoteli preživeti, bo to tako. Mislim, jaz se enostavno ne vidim več neke rešitve več, da bi rekel, naredimo to in to je to, ampak Pa v bistvu bolj, mislim, vi imate to smer, ne? mi imamo to, mi smo bili od zmeri naravnani na to, da pač delamo izdelke, ko so trajnostni, no. To nam je bilo vedno gonilo, se zato pa pravim, da bi mogoče lahko več zaslužili, če bi delali na ta način, da bi se izdelki pokvarili, pa bi delali nove, ampak to nikoli ni bilo neko naše gonilo. Mi smo vedno poskušali izbrati komponente, da bo naprava delala. Tako je pač včasih naredil Mercedes avto, ko dela 50-60 let, zdaj ga pa naredi, da je po 5 letih adijo. In to je pač pri vseh teh velikih korporacijah je pač vodilo kapital. In to je to. How to je, kako narediti neko stvar, da bo delala, da bo trajnostna. Ampak ni to rentabilno. Pa se srečujete s tem problemom tudi v podjetju? Ne, mi kot sami mi ne, mi itak, kar delamo, probamo delati čim bolj trajnostno. Naše, se pravi, kot sem rekel, naše zadeve, naši proizvodi delajo. Delamo tudi svoje terminale za beleženje delovnega časa. Ampak enostavno prva verzija še zdaj dela v nulo, ampak je problem, da mi ne moremo več servisirati, zato ker ni več že komponent. Zadeve so tako stare, da ne moremo več dobiti mi, recimo, teh čipov, če se kaj pokvari, recimo displeja ne moremo več dobiti. Enostavno smo mogli iti pol v razvoj novega izdelka. In zdaj te že, recimo, proizvajalci silijo to, da delaš ti redizajne, oziroma da delaš ti novo, ker oni enostavno ukinejo. Adijo. Naredi nov dizajn. In Pa imaš pa proizvodno, pa proizvod na novo zadizajnirati. na novo začrta cena, narediti na novo, ja. In to je spet kost, ne. In to je že spet kost. In te enostavno oni prisilijo. Recimo, ko smo začeli delati ta TIC terminal, je naš prvi bil terminal za beleženje delovnega časa. Je bil recimo en displej od Hitačija,
pa smo izbrali Hitachi, znana firma, je bil 38 evrov. Čez čas je bil 52, zdaj na koncu je bil pa 350 evrov. In valjda, da če je izdelek 1000 evrov, ti imaš pa samo displej za 350 evrov, kaj boš naredil? Pa boš mogel nekaj narediti, da boš mogel vzeti nekaj cenejšega. Zdaj pa pol greš ti v nekaj cenejšega, novejšega, je enostavno boljš, ampak pa bo držal tako dolgo, ko je pa ta, pa mislim, da ne. In so enostavno je Hitachi ukinil proizvodnjo teh displejev in naredil. Ena firma je še potem nekako delala neko zamenjavo za to, ker so pač videli, da je dosti velik trg, ker to je bil pač en tak 3,5-inčni displej industrijski s touchom. So se še oni trudili, da so še to malo supportali, potem je še bilo 2, 3, 4 leta, so oni tudi videli, da pač so se pol ko smo bili odjemalci teh displejev, so pač začeli z novim razvojem in so enostavno tudi oni ukinili in to je to. Da bi pa ta proizvod naš še delo, ne vidim konca tega, ampak bi mogli imeti mi edino nekako možnost dobiti rezervne dele za to, da bi ti zamenjal displej, da ti zamenjaš recimo neko napajanje. Se pravi, če črto potegnemo, dejansko je cel business economy circle se je dejansko naravnal tako, da gre tehnologija ali prvič tako hitro naprej, potrebe potem so tako velike, da dejansko vsi delajo samo še na šortane. Potrebe niso take, ampak oni morajo dajati nove izdelke ven, da se to prodaja. Da imaš kaj zapovedati. Ne? Tako. Potrebe niso take. Ja, se v bistvu televizijo še zmeraj lahko vidiš pa sliko pa vse, ne? Točno to. Ni pa zdaj 8K pa tako. Ne vem, kaj še bo 16K pa ne vem, ni da ni. Ne? Ni da ni, ja. Se to mi je bilo v bistvu zanimivo, ko smo pač recimo, ko smo začeli snimati te podcaste, ne? Pač se snimamo v 4K, ne? In mi je marsikaj rekel, pa se ne rabiš, se 4K pa ne rabimo, ne? Sej. Mogoče res ne. Možnost imaš. Možnost pa je, ne. Ja. Pa neč mi je v bistvu, se mi vzame, mogoče malo več časa za zdaj, ko je sistem tako postavljen, pa vse to je zdaj že vredo, ampak prej sem imel kar malo več težav s tem, ampak je pa res, da pač se prilagodiš temu, ne. Ja. Pa probaš narediti po nekih standardih. Tako, trenutnimi, ne. Trenutnimi, ja. Čeprav se zdaj že 8K izpojavlja, pa ne vem, kaj še. Zato pa mi tudi, ko delamo nek nov izdelek, moramo vedno imeti nekaj takega, da je za sedanji čas. To ima tudi povečevalc na elektronke, na lampe, ko ima Bluetooth not. Seveda, da lahko ti se s telefonom povežeš pa streamaš gor. Ampak a je to tak zvok, ko ga mi želimo? Ni. Ampak kupci to želijo. Če pa tega ne daš, pa je že malo težje pa prodati. Je pa težje prodaš. To je to. Ja, s tem zavodijem se tudi ukvarjamo. Ja. Se pravi, v bistvu te je ta pot te zanesla v to in si šel čist tudi all-in verjetno na tem področju. Ja, all-in, ja. Tudi doma imam ozvočenje za poslušanje, audiofilsko, ja, tako je treba. To. Pravi kabli, pravi playerji, gramofon, zvočniki, naš ojačevalc. Kak je pa pol tista srednja šola, recimo, pol tam zgledala, ne, se pravi faks, pa verjetno žuranje še zmerom, ne? Ja, ampak recimo na faksu sem se kar malo, to je bil faks, sem bil nekje tam. Vem, da sem okrog 23. leta malo pustil žuranje, ker mi pač enostavno glasba ni bila všeč. House mi ni potegnil, takrat ne, sem bil še vedno bolj v tehno vodah. Tehno mi ni bil všeč in pač sem se odločil, bom pač dokončal faks, pa to, dokončal sem faks pol, ampak vseeno mi je nekaj manjkalo. Nekaj ima manjkalo. Pa sem imel kolega, imel Slovengradca, sem servisiral skuterja, sem tudi s tem se ukvarjam, tudi malo šraufam stare avte, sem tudi ljubitelj starih avtov. Ja, imam tudi nekaj starih oldtimerjev, BMW, imam same BMW, imam 5 BMW-jev, blazen tip. No, v glavnem smo servisiral skuter in potem je pa on rekel, ti pa jaz imam enega tehnika, ti vem, da si bil skozi za to,
z zlomljeno roko, pa ti namesto, da ti plačam, ti pa jaz dam ta gramofon. Ja, v redu, no, evo, jaz dobim Technicsa. Tako veš, da sem že drugi dan mogel roko naročiti, da sem že to, sem imel Technicsa doma, mešalko. Če prega pa nisi še imel, ne? Takrat sem pa pol vmes, sem pa vse prodal. Aha. Sem prodal mešalko, sem prodal kontrolerje, sem imel tudi vmes, sem imel še Technicsov DZ1200 CD player, če se ga spomniš mu kdo. Kdaj, to je bil edini CD player, ko se je suko, ko je izgledal kot Technicsov gramofon. Sem to prodal. Potem sem kupil neke kontrolerje vmes. Se mi ni dopadlo. Nekako pa smo rekli, zdaj bom to, sem pol upustil, no in potem sem pa dobil, evo, gramofon. Gramofon brez roke. Kaj zdaj? Normalno, da sem na roko po hitrem postopku naročil, kaj zdaj? Zdaj nimam mikserja. Yeah! Pa sem to direkt zvezal na večevalcu doma, to da sem lahko začel malo plate poslušati. Ko sem začel plate poslušati, je bilo pa konc. Je bilo pa konc. Sem pa kupil takoj takrat Pioneerjev mikser 800, sicer je rabljeno, pokvarjeno, normalno, da sem jo zrihtal in gremo. Akcija. Kupil pol drugi gramofon, tudi pokvarjen, tudi zrihtal ga v nulo. Jaz si dosti cenejši dobo, ne pa vse. Normalno, itak sem v teh vodah skozi, mi je to... Je pa ti to najboljše. Mi je to izziv, pa tudi vem, da imam pol upremo. Pa veš, kako si jo zrihtal. Ko sem zrihtal, vem, da je to kot novo ali pa še boljš kot novo. In je bil pol no-brainer in evo. In pa sem že spet začel. Koliko si bil takrat star? Ko sem že spet začel potem vrteti, po mojem sem bil pa nekaj 26. Aha. Tedaj ne. To si šel že kar kratko čez faks, ne? Ja, pa sem šel čez faks, ja. Teda pa sem Ampak si še bil v Ljubljani takrat? Ja, sem bil v Ljubljani, ja. Sem bil še ženo, ja. In pol me je pa potegnil, pa je bilo pa konc. Pa vse plate nujno iz Koroške, kar sem jih še imel v Ljubljano. A si tudi kaj plat prodal takrat? Ja, nekaj sem prodal, nekaj se je zgubilo pri selitvah po Ljubljani. Nekaj mislim, da so mi jih celo ukradli. Ampak da nisem takrat nekaj glih sekiral zaradi tega, saj nisem vedel, da bom pol še ostal, je to samo tak hobi, ponovni hobi, poleg vseh mojih hobijev, ampak sem videl, da sem to res ful pogrešal. Sem pogrešal glasbo, žure, to druženje in sem bil že spet all in. In pa se je pa začelo redno kupovanje plat na redni bazi. Kontroler sem še kupil pol nov traktorjev, S8, takrat je glih prišel ven. Pa smo že spet začel rolati, začel delati ponovno žure na Koroškem. Aha, ok, zdaj bomo prišli še do tega. Gremo počas. Se pravi, verjetno si prej samo vrtel, ne? Ne. Sem tudi delal žure, delal partije. Partije sem tudi organiziral. To je tisto, kar je bilo v kotlah, ne? To smo bili tako. To ste skupaj naredili. To smo skupaj naredili, to je bilo čisto na začetku. To je bilo kdaj ste se pa, verjetno si se pol, ali si bil ti tisti pobudnik, ki si bil glavni organizator kakšne skupnosti, oziroma pač neke... Ne, večkrat sem bil kar sam. Aha, ok. Kdaj si pa začel o tem razmišljati? Da bi organiziral žure. Tako kot samostojno, ne? Samostojno, ja, to sem pa tudi začel žure organizirati, že tudi nekako... Sem že nekaj časa tudi vrtel, ja. Da sem kaj svoj prvi žur organiziral. To je pa zdaj res dobro vprašanje. Pa kje je bil? Dobro, da se približno. Ne? Ja, to je bil zdaj tak na pamet reči, to je ne vem, tam nekje okrog po moje 20, ne, kaj pa vem, 22, 23, ne, to ni, prej. Prav pomisliti, da je, ne, to je bilo v srednji šoli. V srednji šoli sem začel organizirati tudi žure. To da sem začel že v srednji šoli delati po Koroškem. To da sem bil star 18 let, ker sem mogel flyerje voziti v Celje. Se spomnim, sem šel v Casablanco, vozil flyerje, pa v Maribor, Martin Karpana, pa to je bil to, da sem imel izpit, se pravi, da sem bil, ne vem, 19 let star, tam nekje sem začel že žure delati, ja. Pa si takrat že v bistvu imel to kako ekipo, kako ime, kako si
pod kakim imenom to delal? Ali kot... Ne, smo imeli, nisem delal pod, da bi imel nek brand nekih dogodkov, ampak je bilo pač tisto, ko je bil headliner, je bil brand in to je to. In gremo naši. Okay. Tak nekaj smo delali, ja. Pa si kdaj pol to kasneje spremenil? Ja, smo v bistvu pol, ko smo začeli z Borisom, ko smo naredili tudi društvo za promocijo elektronske glasbe, ja, Next Level. Pa smo pa imeli Electronic Beats in smo pod tem brandom delali žure v Prevaljah, na Koroškem, v Slovenj Gradcu, all around. Koroška večinoma, ja. To smo se bolj koroške držali, ja. Potem je tudi Željko začel z Crazy for Life, smo še skupaj organizirali. Kjerga leta je bilo to? Kjerga leta. Ko ti si za Crazy for Life poznam, ja. Vem, da že ful dolg časa traja, ne? Ja. Je pa res, da ne vem, kdaj pa je začel točno, to pa ne vem. Ja, to pa tudi kjerga leta, s temi letnicami, jaz nisem najbolj domač, ja. Ja, tako da malo kronološko zložimo skupaj. Kronološko to zložiš skupaj, ja, težko ti rečem. Ampak ko smo oni začeli, smo začeli skupaj pol tudi delati prve žure, no. Ampak takrat, ko si ti pa spet nazaj začel? Ja. Ali predtem? Aha, predtem smo delali žure, ja. A res je? Ja, ja. Kako že to Crazy for Life dolg? Ja, nekaj časa je, ja. Čekaj, zdaj pa mu res malo bolj razmišljati. Vem, da smo prvi žur smo naredili skupaj za Crazy for Life smo naredili Oldies Goldies House v Preši, v Ravnah. Se pravi, to je bil naš drugi ali pa tretji Oldies Goldies žur, na katerem vem, da je rolo Podgi. Jaz takrat nisem mogel, ker sem imel drug špil v Ljubljani in sem rekel, fantje, se boste sami zmogli, no. In sem šel vrteti Ljubljano. Ampak kjerga leta pa bilo to? To sem že bil konc faksa, ali nisem bil? To pa... Jaz sigurno sem bil konc faksa, definitivno sem bil. Se pravi, da smo potem Crazy for Life mogli začeti po mojem končanju faksa. Ko sem se vrnil nazaj v glasbo, ja. Se pravi, da je moglo biti to. Kako sem pa kaj bišlo? Ja, 26, ja, ali pa še celo več. Dobro vprašanje, ne spomnim se. Ne vem. Se pravi, res ful živiš za ta trenutek. Ja, probam. To je dobro. Kar je bilo, je bilo. To je to. Gremo jaz naprej. sem ful skregan s temi letnicami. Te letnice, to mi ne gre. Ampak ja, spomnim, ja, veš, tistega leta, veš, ko je bil pa to, kjerga leta, kjer je bilo leto. Vse ni važno, fajn je bilo. Spomnim se dogodka, točno vem, kak je bil flyer, kdo je delal flyer, kdo je nastopil, koliko smo zaslužili, letnice pa ne vem. Letnice pa ne vem. To je tako. Datumi, letnice, to mi nikoli ni šlo. Nikoli. To mi... Se pravi, za obletnico tebe tvoja spomnjena. Težava, vedno. Če me zdaj vprašaš, da je sin rojen, moram res dobro pomisliti, da se spomnim. Tudi če za sebe, moram prav, da sem že. Ja, to je hiba moja. No. Dobar, že nisem nikoli neke pozornosti polagal na te datume in le. Zato imam Google kalendar. Ja, fajn, meni je to dobro, zato da malo tako povežem stvari skupaj. Ja, da kronološko zložim. Ja, veš, recimo tako, ko se z različnimi pogovarjaš, veš pa tako malo skupaj. Ja, da veš, kje je bil kdo, ja. Ja, tako se skupaj povezuje. Lahko pogooglamo. Dobro, se ne. Se pravi, takrat so v bistvu tisto društvo naredila? Ja, smo društvo naredila. Kako sta pa tisto društvo zasnovala, recimo, kako se je pa to razvijalo? In to smo imeli zgolj za promocijo elektronske glasbe. Ja, nekaj par žurov smo naredili, nekaj je bilo na Ivrčkem, nekaj smo delali šotor pri domu telesne kulture, se pravi, to je na DTK-ju. Smo imeli en tak dost velik event. V Prevaljah smo delali redno za prevaljške dneve. Teda ja, smo bili kar aktivni v Ljubljani, smo delali pri Zelenem zajcu, to je bil od Bizovičarja, Ladota. Bar, smo imeli tam žure. Ker smo bili pač tudi v Ljubljani, smo študirali, oziroma smo pa že živeli ponovno tam, smo delali tudi tam. Tako,
nismo imeli dobenega fokusa, kaj bo z tega nastalo, ampak smo imeli zgolj za promocijo elektronske glasbe, da se vse nekaj dogajalo na Koroškem, ker itak nikoli ni bilo nič. Če nismo mi organizirali ali pa Željko, ni bilo nikoli nič. Prej dosti nazaj sem bil pa večini mi sam, kar je bilo tehna, potem na Koroškem sem delal sam. In tam pri Krokiju smo imeli to je bil tudi tam en tak bar je bil, ker bolj ko ne je delal za gimnazice, je bil pri gimnaziji, lesen bar tak, in tam si lahko zadost poceni, oziroma si se lahko z lastnikom zmenil, da si lahko najel, pa je mogoče tudi on kaj prispeval budžeta za DJ-je, pa za ozvočenje, pa priskrbel mogoče redarja, ker je pač videl, da je bil income dosti velik. No. In ni bilo problema organizirati žura, no. Pa žuri moji so bili vedno polni. No. Je Koroška v bistvu kar dosti močna, kar se elektronično sej lahko da še zdaj, no ne vem, zdaj tako ne. To bomo pa zdaj videli, ko bomo imeli zdaj. Pa dobro se bo, jaz mislim, da bo. No. Ja, to bomo zdaj videli na kopah, Ja. kak bo odziv, kaj ljudi, ko bomo imeli zdaj naslednji žur. Pa si bil pa tudi, ko si bil veliko v Ljubljani prisoten, ne? Ja. Če sem te prav razumel, si pa s K4 začel fest delati, Ja, ne? tam sem pa Kako se je pa tam začel, ne bom te za letnico vprašal. Ja, letnico ne vpraši. To je bilo vse tam nekje to obdobje, ko smo imeli društvo. To društvo, aha. Ja, pa smo to Željko začeli, ampak en kolega je postal direktor K4, pa se poznamo z Koroške. Kdo pa je bil to? To pa ne bi zdaj omenil. Aha, ok, ja. Ker je pač že dost močen direktor dost velikih korporacij po Sloveniji. Tako da ja, ne vem koliko folk ve, kje je on delal, pa kaj je delal. Vse to ni važno. V glavnem, ja. Je rekel, dej Škafer, veš kaj, jaz vem, da ti si delal te žure, jaz sem postal direktor, bi mi ti spelo program za elektronike za leto, ne vem, 2013, ne vem, recimo. Sem rekel, ni problema, je rekel, ja, te bom jaz kar povezal z vodjo dogodkov, pa je bila ena Nataša, smo se poštekala in evo. Kaj si pa delal, bi se koliko časa si bil tam? Eno leto. Aha, Eno leto sem bil tam, ampak služba, to enostavno vse ni šlo, ker smo res dost. Je tudi med tedno so potekali dogodki. Kako je pa potekalo, recimo to, da si bil vodja K4? Nisem bil vodja K4. Mislim, vodja programa. Ja, recimo imel sem nekako za 2 meseca naprej smo organizirali dogodke. Da sem imel ti 2 meseca vnaprej splaniran dogodek, kaj bo, kdo bo, kak je budžet za to, koliko pričakuješ ljudi, to je to. Potem si pa začel. DJ imamo tamo, kdo bi, kdo ne bi, koga lahko dobiš, koga ne moreš dobiti. Potem si pa... Aha, se pravi, si bukiral tudi? Tudi bukiral, ja. Ali si imel v bistvu organizacije, ki so tudi recimo same se prepeljale, pa verjetno? Ne, sem kar poskusil čim več sam organizirati. Sem imel še ne druge fante, kot so pod svojim imenom, kao, da bojo imeli dogodke, ampak je bilo to enostavno ni šlo, je bilo premalo obiska, so imeli preslabo organizacijo, ni šlo, no. In pol sem pa res tisto leto, sem res stisnil zobe, pa sem poskusil sam čim več narediti, no. Ker edino tak je bil dober rezultat. Sprav, koliko ti je bilo v bistvu odprto tak? To je bilo. 4 takrat. 4 delalo, ja. Vsaka sobota je bila definitivno petek, še med tedno kdaj, tako da je bilo kar dost je bilo. Na Roza večer, vem, da so bili skozi 4, ne? Ja, ampak to je bilo še pred mano, ja. Takrat ni bilo več pol Roza nedelja. Aha, Roza nedelja. Nedelje so bile, ja. To je bil tudi zanimiv dogodek, ja. Vedno je bilo res dobro obiskano. No. Marino je v bistvu z njimi fest bil povezan. No, vidiš, ja, to je bilo pred mano. Vse pa je še tako mes. Ne vem, nisem šel podrobno. Recimo, imeli smo v Štirki, je bil kot moj brand, je bil vinil All Star. In sem imel vedno
DJ-je, ko so vrteli na vinil. Mislim, Koga si pa recimo vse povabil? koga? Smo vse večinoma Slovencev, ko so vrteli tehno, a ko so ga včasih vrteli, ko so ga tisti trenutek vrteli, smo sigurno vse Slovence, ko so neki v tehno vodah pomenili, pa so še vedno vrteli na vinil. To je bil kar tak, je bil projekt, ker sem hotel še take DJ-je, ko niso več vrteli, ampak sem jih hotel še vedno povabiti, da še vseeno pokažejo mladini how to do it. In je bilo res, te dogodki so bili res top. Res so bili dobro obiskani, no, res je bilo pa dobro, res je bila dobra organizacija, no. Logo sem imel recimo od All Star Conversa, ampak da je zvezda, ampak je bil Techno All Star. Ja. Mislim, da se ga malo spomnim. Ja. Ti se vas spomnim, to mi je bilo tudi ful tak zanimiv pristop. Ja, pa vedno smo probali flyerje narediti, tako da so taki starani, pa tak, da ima neko patino. Ja, to je bilo dobri dogodki so bili, no, mislim, da to je pa res uspelo vedno. Zakaj si pa pol šel v bistvu? Mislim, zakaj pa naslednje leto nisi več, samo 1 leto si bil? Preveč. Ni služba, žena, še to, pa še pol kak vikend za sebe, kam iti vrteti. Je bilo enostavno Ja, v bistvu no go. Hobiji moji, ki jih imam milijon. In enostavno me ni bilo doma nič, no. Mislim, to... Ja, se je to v bistvu biti program. A si mogel biti prisoten tam? Ja, ponavadi vedno. Mislim, če nisem bil, ni štimalo. Če sem bil, je štimalo. Je kakšna taka prigoda od tam, ko ti je ful ostalo spomina? Jih je bilo toliko, ampak ne za Mike. Ja, ne za Mike. Ja, to so prigode iz podzemlja. Ja, iz podzemlja. Ok, se pravi, po K4 si pa še v bistvu koliko časa si še pol deloval pod organizacijo, recimo si še deloval pol v društvu, kako se je z društvom pol vse skupaj razvilo? Tudi takrat, ko sem jaz prevzel pol to v štirki, tudi nisem imel več časa za društvo, tudi društvo upadlo, oziroma propadlo. Potem nismo več organizirali nič. Tak, pa nisem več organiziral dogodkov, enostavno. Ni bilo neke energije, še za to, no. Ne časa. Problem je čas. Na naslednjem času je čas. Problem. Ja, to je ti kar velik čas vzameš. Ja, velik čas ti vzameš, ti sam veš, kak je. Že pot, recimo. Ja. In če hočeš nek dogodek dobro organizirati, moraš imeti dosti ljudi za sabo, da te malo supportajo, to. Vse sam veš, kak je to, da ni to v maši kašelj, reče, kaj pa je on naredil, vse je naredil sam žur. Vse sem povabil folk, pa plac, pa to je to. Ja. Naj si izkusijo. Ja, velike energije treba vložiti. Velike energije gre, ja. Velike energije, veliko časa. Outcome je pa tako, ko pa je, no. Ja, se ne moreš. Če boš rekel, da delaš sam zgoraj zaradi denarja, je to no go. Je to no go. Delamo to vsi z nekim entuziazmom, veseljem do glasbe. Smo pač neki umetniki, no. Ja, se pač življenje, pač svet je taka, kar še ne. Brez teh kapitalskih vzgibov pač enostavno ne moreš iti naprej v življenje. Ne moreš iti naprej, ja. To je ena stvar, ne. Pač tako je zasnovan ta svet, ne. Ja, enostavno, ja. In tu ne moreš, ne. Zdaj, če bi lahko pa živel od energije, ki jo vložiš v nekaj, ne, bi bilo pa to idealno, ne. Bi bilo pa to idealno. Bi pa lahko vsi bolj ustvarjali. Ja. Ampak je pa tudi res, da veliko ljudi tudi ne najde še tega trenutka, kaj jih pa res veseli, pa kako to, ne. Tako da tudi to je en izziv. To je v bistvu bila glih ena debata, da kaj bi se zgodilo, če bi danes denar ukinili, pa bi rekli, da denarja ni več, ne. Pa da dejansko lahko vsak v tem trenutku dobi vse, kar pač si želi, recimo, kar pač obstaja, ne. Po mojem bi bil... Ja, mislim, da se vsi strinjamo, da bi verjetno bil
kaos. Ne? Na koncu bi spet mogel eden tam le delati na Havajih, v recepciji, zato da pride lahko 1000 ljudi uživati. 1000 milijonov. Recimo, ne. Ja. Tako da to je še dolga pot, da pride družba do tega spoznanja, da si najde vsak tisto neko majhno veselje ali pa zadoščenje v svojem življenju. Ne more vsak imeti vsega. Enostavno ne gre tako. Tako da v bistvu na koncu je denar še tista najboljša oblika, zato da se ne skregamo, da se vsaj približno rečemo, no tole je za enega kava vredna €1,30, za enega je 2 dovolj, ne? Tako. Za enega je pa 2,5 preveč ali pa 4, ne? 4, ja. Zdaj pa čisto odvisno, kje si, ne? Tako da je v takem svetu živimo, to je to. Ja. Ultrakapitalističnem in to je to. Mi da bomo to težko spremenila. Ne. To nimamo, ne. Lahko malo vplivamo. Ja, lahko malo govorimo o tem. Govorimo o tem, pa mogoče odpiramo oči, ne. Tako, ja. Vse ostalo je pa stvar vsega posameznika. Se pravi, pol na neki točki si nehal, verjetno? Z organizacijo. Z organizacijo. Tako, ja. To sem potem po 4 sem nehal, ja. Ja. Ampak vrtel sem pa še vedno naprej, ja. Ok. Koliko si pa bil intenzivno še pol v tem? Koliko časa? Ja, koliko časa? Skozi. Ok. Nikoli nisem potem več nehal vrteti. Aha, si pol v bistvu konstantno bil Konstantno vrtim, ja. Imam neki dogodkov, ja, zdaj sem tudi me podgi, da bi začel že spet vrteti na resnih zabavah. Tako, ja, zdaj tudi furam 40-ke, 50-ke, 60-ke, tudi to podelam. A ja, to pa nisem vedel. Ja, tudi z različno glasbo imam svoje zvočenje, light, to je to, in s Podgim Velk sodelujemo, si delimo špile. A, to pa nisem vedel. Marino, tudi, Ja, To pa nisem vedel. No, jaz mislil, da si bil skozi v elektroniki in da si to skozi držal. Ja, ampak to sem zdaj v zadnjih, ne vem, 4-5 letih sem se še tudi v to že spet malo dal. Vse sem delal v klubu, poznam glasbene želje ljudi, okuse starih, mlajših, itak mi je muzika skozi blizu, res kot pravim, ne poslušam samo elektronike, poslušam kvalitetno glasbo, ne bo to jazz, ne bo to bossa nova, ne bo, ne vem, rock, metal, karkoli. Samo da je res tudi domača glasba, ampak ne bo kvalitetna glasba. Ne da je to naredito zgolj za prodajo, zaslužek in to je to. Dobene duše, nič ni not. Tako kot vidimo zdaj, če pogledaš Billboardovo lestvico country v Ameriki, kaj se je zgodilo? Da prvi komad je AI generated. Ja, se zdaj bomo prišla še na to vprašanje, kaj to pomeni, kam bo prihodnost pripeljala, ne? Ljudje vejo, da je. Ampak, Ok, kak imaš pa pogled na to tehnologijo, ker jaz mislim, da smo zelo fejs na hudem precepu. Glasba je zelo na fejs hudem precepu, kam bo šla v prihodnosti, ne? Ja. Kam misliš, da bo šla? Mislim, kam misliš, da se bo zgodilo s tem AI-jem? Ja, mislim, da glasba že šla v AI. Enostavno. Kakor malo sledim, malo gledam, je veliko teh velikih producentov, ko so imeli prej ghost producerje, zdaj uporabljajo AI. Pravi, ni več ghost producerji, so potegnali kratko. Ja. Ali pa oni uporabljajo AI. Ja, ali pa oni uporabljajo. Ja. Jaz se v bistvu za producenta moraš biti kar človek. No, moraš biti človek, moraš biti malo introvertiran. Tako moraš imeti zicleder. Dober, ja. Sem se tudi s produkcijo nekako ukvarjal, ampak sem videl, da to enostavno ni za mene. Ne morem cele dneve predsedeti pred računalnikom, to je isto kot programiranje, sem tudi elektronik, tudi programiram, ampak da bi pa rekel, da se bom fokusiral v programerja, to je pa za mene no-go. No-go. Dinamik. Ja, rabim neki dinamiko, tako si povem, rabim dinamiko, rabim nek moving, no. Ne morem biti zabetoniran pred monitorji, ker me enostavno to ne gre, no. Pa misliš, da je ta AI dobra ali slaba pot? Kaj misliš, kako je tvoje mnenje na to? Ja, poti sta vedno dve, slaba pa dobra. Zdaj pa odvisno, kaj izbereš. Recimo, mogoče, da imaš ti idejo, pa z AI-om ti kreiraš nek komad. Ideja je bila tvoja.
Se je čisto eno, s čem ti sproduciraš, a to narediš AI-jem, a narediš to s Pro Toolsi. Se je, važna je ideja, ampak skrbi me pa mogoče to, da bo AI-jeva ideja potem postala glavna, kot se je zgodilo zdaj pri tem komadu na Billboardovi lestvici v Ameriki. Je čisto AI napisal besedilo, AI naredil glasbo, AI-ov profil je na Facebooku, Instagramu, kjerkoli. To je to. AI služi. In so naš, ne vem, ali so nas že pofurali ali ne, ne vem. Vem pa, da bo v tej smeri, da bojo glasbeniki bolj skočili v zrak, no. In bojo nekako zahtevali mogoče, da bo lestvica, AI lestvica, pa human lestvica komadov. Ja, vse, ker dejansko v bistvu so po eni strani že tako devajo to narativo noter, da mora biti ves content, ki je ustvarjen z AI, mora biti nekje označeno, da je z AI generated, ne. Ampak, ne, hitro pridemo do tiste sivine, ko lahko rečeš, ni bil. Ni bil. Ja, spustiš čez 3-4 različne programe, pa je že zgleda, v Photoshop ga daš, pa je že Photoshop file. Tako, in to je to. Ja, tako da to bo zanimivo, no. Čaka nas zanimivo obdobje. Kaj bo iz tega, no. Pri elektronski glasbi je pa itak. Ko pogledaš ti naše zdaj famous DJ-ke, ko so tako popularne, pa njihovo produkcijo, vse isto. Vse to se že kar nekaj časa pojavlja. Ja, in je to itak, je dosti je generirano. Dosti je glasbe generirane, zato pa nekako je bolj stage. DJ Mac lestvico prav preziram, ker to je. Ja, v bistvu vse tisto, kar je brezvezano. Vse tisto, kar je skomercializirano ali pa rečemo postavljen pod glavne žaromete, je dostikrat čisto z drugimi narativi nastavljena. Se pravi, zgrajen zaradi osebnosti, zaradi tega, ker on to počne že 20 let, 30 let, ker je persona taka, ker je zgrajen tako, ker je sfotografiran tako. Če pa poleg greš še malo naprej pogledati, kdo pa stoji za temi, so pa že spet velike korporacije. In to je to. In kaj je gonilo v korporaciji? Cash. Se je v bistvu največje vprašanje, ko ga dostikrat postavljam, je kdo bo imel pravice avtorske tune. Se pravi, iz glasbe, ki je narejena z AI-jem. Ja. Pa koliko bo dejansko človek sploh še lahko svojih pravic uveljavljal. Ker ne vem, recimo en pogovor je bil s Timijem, ko delamo skupaj za Manhattan, je, mi slučajno pač enkrat, ko smo se pogovarjali, mi je omenil, da je ko se zaigra določen toni, določena melodija pa tako naprej, je že tak problem, da te dostikrat lahko že, če že nekaj spominja na nekaj, kar je bilo nekje, je lahko že problematično. Z avtorskimi pravicami, ja. Že lahko kako tožbo fašeš. In to, ki je bilo že zaigranega vsega. Da si hitro, tudi če nisi ti namensko, da boš to zaigral, si mogoče čisto melodijo nekako enkrat nekje slišal, ti pride v glavo, pa misliš, da je mogoče to tvoja. In si trdo prepričan, da je. Ampak nažalost ni. In pri AI-ju bo to zelo zanimivo, ker on bo pa lahko pregledal vse komade, vse. In bo glih toliko spremenil, da ne bo tisti komad, čeprav bo lahko zelo podoben. In to bo lahko naredil on zelo hitro. V bistvu še druga stvar je tako zanimiva, ker dejansko je imel pogled v vse. Pogled ima vse. Vse. Kaj ljudje poslušajo, kaj se prodaja, na kaj trzajo. Vse. Vse ima. Vse. V tem trenutku. V tem trenutku. Zdaj. Z takim AI-jem, ko je zdaj. Kaj bo zdaj z novo generacijo, je pa tako. Bo pa res zanimivo, no. Ali na vidi. Bomo naredila pauzo kratko. Ja, so časih dolgi, veš, pa je treba iti vmes na pauzo. Da to, veš kaj, po moje čaj tudi, veš, naredi čaj, papir, naredi svoje. Idealna kombinacija. Stali smo pri AI-ju. Ja. Kaj pa misliš, da so recimo slabosti pa dobre strani tega? Tak. Recimo, kje misliš, da so največje pasti
tega AI, da gremo prvo to? Nasplošno ali v glasbi? Ja, tudi rečemo glasba, ali pa glasba, ali pa nasplošno, no, vse lahko oboje. Mislim, da nasplošno je težava v tem, kar že vidim, no? Da ljudje zmeraj manj razmišljajo, da ne razmišljajo več. Zakaj bi razmišljal, če on lahko piše v AI, pa dobi odgovor? Vse ve ne, a je pravi ali ne. Zato, da ti dobiš odgovor, pa si ti prepričan, da je ta odgovor pravilen, moraš ti imeti neko znanje. Ampak ljudje zdaj govorijo o stvareh, ki jih sploh ne vejo, ne razumejo, ampak AI je dal tak odgovor in on je zdaj prepričan, da je to prav. Ampak kaj je dal pa AI, pa nikoli ne moreš biti ti 100% prepričan, da je to prava stvar. Zato, ker on je lahko na enem forumu nekje indijskem prebral od enega Pakistanca ali Indijca ali Američana, whatsoever, neko informacijo je dobil tam, a je pa pravilna ali pa ni, pa on ne bo vedel. On bo samo dobil to informacijo. In to me malo bega, no? Ko vidim tudi pri naših projektih, ko delamo, pa delamo s tujci, pa to, in pol imamo mlade ljudi, na drugi strani seveda, ko naenkrat ti da tak pameten odgovor, da se prav malo pomisliš, da ti si v tej branži že 40-50 let, da si mi ti ta odgovor da, pa ko ga ti malo globje vprašaš, pa vidiš, da je bilo to zgolj formulirano z AI-jem in da niti pomislil ni, in pa ko recimo pa govori z njemu osebno, pa vidiš, da njegova globina znanja ni niti približna tem odgovorom, ko ti ga je dal, no? Ali pa vprašanju, ko ga je postavil. Da vidiš, da mladi res ful uporabljajo to, ampak ne razmišljajo več. To me skrbi, no. Na prvo žogo, a ne? Na prvo žogo. Sploh ne preveri te informacije. Pač, če je AI dal, je to 100% za njega prava informacija. Ampak temu ni tako. Do tega trenutka, ko bo ga en postavil pod vprašanje, gre pa tisto spet googlat, pa bo spet najde odgovor. Ja, niti googlat ne gre. Mislim, v ChatGPT uporabljati, pa bo šel spet... Ker če bi šel v Google, bi že prebral mogoče prvi post, drugi post, tretji post, četrti, peti in bi mogoče si že lahko neko svojo sliko ustvaril. Tam pa dobi direkt iz AI-ja, dobiš pa direktni odgovor in to je to. Tvoj input, ko si ga rabo vložiti v nek odgovor, je bil minimalen. Sploh zdaj, ko je pa že voice recognition tako dober, da lahko celo slovensko se pogovarja z njim. Je pa to... Recimo, definitivno bo dal ta hiter odgovor, pa hitro razumevanje tega situacije, kakršna je ta trenutek, a ne? Za mladega človeka, a ne? Kar pomeni, da recimo, če tako pogledaš, mlad človek, tudi takrat, ko je prišel recimo do nekega mentorja, rečemo, da se preselimo, ne vem, 40 let, 50 let nazaj, ne? In takrat recimo je bil mentor tisti, ki je izobraževal recimo mlade, a ne? In te mlade je takrat mentor tudi pelal skozi eno vprašanje, pa drugo vprašanje, pa naslednjega vprašanja ni vedel, pa še naslednjega, pa tako naprej. Mislim pač tako, a ne, ni znal odgovarjati, a ne? Ampak se je skozi leta se je pa naučil. Ja. S tem, da je to samo na steroidih zdaj. Ne? Kar pomeni, da jaz pa smatram, ne, tako pač vidim, ne, da bo ta AI, pa ta ChatGPT ali pa karkoli je, ne, mlade, ki jih ful zanima neko področje, ne, bojo bistveno hitreje lahko osvojili neko znanje, ko so ga pa recimo takrat, ne, ko so ga dansko videli samo skozi oči. Ne. Je pa res, da od zadaj mora biti še zmerom mentor, ne, ki ga usmerja in mu daje še tiste prave napotke. Ne. Ker če bo samo na ChatGPT baziral, ne, boš imel ti samo neko površinsko znanje, da boš imel pa globine. Ja. Kaj pa misliš, da bi bila recimo globina recimo v tvojem primeru, recimo, ali pa recimo v tvojem pogledu? Ja, so pa izkušnje potem. Da ti delaš, recimo, da ti delaš. Se pravi teren? Ni teren, mislim, se to ni sam teren. To je pač recimo poznavanje komponent, zgodovine, različnih vezav, to, da vidiš, kaj ti mogoče tudi v danem trenutku najbolj paše, odgovarja. Zato rabiš ti neko globino. Bom jaz pa v AI napisal, za Rio rabim en čip, daj me en čip,
ki naj stane čim manj. Itak tega bo dal ven. Vezavo, kako ti bo že naredil tako. In kaj boš ti pol, kar boš slišal, ko boš to zvezal, bo katastrofa. Zato pa že spet rabiš pol globino znanja. Kak upor uporabiti, kjere firme, kak tranzistor, rabiš, moraš manj brende poznati, sestavo teh komponent. To pa i zna, ampak tak, ko bo to delo prvič, ali pa ko bo Se začel recimo s tem ukvarjati, ne? Ja, tako bo izbral najhitrejšo pot, to in to je to. In potem vidim, da ne grejo več v to, da bi mogoče AI vprašal, kaj bi bilo boljšega, kako pol narediti, da bi se izobraževal prek AI, on dobi direkten odgovor, samo to, ne gre pa v globino. Pravi, v bistvu je problem tudi v odgovorih, čeprav razumem, kako si se odgovoril, je problem tudi v odgovorih umetne inteligence, ki ti da končni odgovor, ki je že to, tako je. Tako je, Ne. za njih je pol tako je. Ja. Ne gre pa več pol raziskovati, mogoče tudi z uporabo AI-ja globje. V bistvu se, če je, se pravi, ja, če je narativa ali pa recimo usmerjanje uporabe AI-ja taka, da dejansko se ti to vzameš kot izobraževalni produkt in greš potem to testirati, probovati na različne načine, ne, sooner or later lahko res mogoče prideš do nekega Definitivno. dobrega rezultata. Se čisto strinjam, ampak koliko ljudi pa ti poznaš, ko hočejo nekaj narediti, se pol tako poglobijo v stvar. Vztrajnosti manjka. Evo, to je to. Vztrajnosti manjka, pa dobro, tu strokovnost je še bolj pomembna. Ja, to je Zato je pa sebi pol to, imel na ja. 15 sekund, ne. To je to. Kolikor je dolg tutorial, oziroma tutoriali si dolgi po par ur, ne. Ja. Stvari so pa po 15 sekund in če ne dobiš odgovora, je V že tistih 15 sekundah je gotovo. vztrajnost, Trajnost. pa dobro mentorstvo. Dober primer si dal. Ne, ker se mi zdi, da tudi zelo pomemben je, recimo tudi take vsebine, kot je tole, a ne, so zelo pomembne, da ljudje spregovorimo o stvareh, a ne, ki jih vsak drugače vidi. Normalno. In, Vsak ima svoje mnenje o tem. ja, a ne, in tudi vsak da malo drugačen primer, ne, in skozi par let, ne, bojo take vsebine pa razumevanje teh novih tehnologij ključne za to, da bo v bistvu človek lahko naprej napredoval, ne, ker to ne bo šlo stran, ne. To Ne, pač to ne bo, to je zdaj, to je zakorenjeno. kar olajša pa, ne. Olajša pa, Ga definitivno. tudi sam kaj uporabljaš? Pa kje? Pa kje? Da po pravici vem, včasih, ko pišem kakšni stranki, sploh ti so malo bolj slabe vole, kakšen mail v tujino, se mogoče izrazim, mogoče malo tak okrat nerodno, mogoče preveč direktno, pa res napišem ta mail, ga napišem sam, pa ga dam pol v en AI, pa napišem, daj ga napiši malo bolj nežno, malo bolj lepo. In to je to. Pravi, ga daš skozi Ga dam kot njegov filter. Namesto, da bi šel jaz ven na kavico, predihal, pa pol ga še enkrat napisal, mi on to naredi. Dobro, Ja. dobro. Če kaj za kaj drugega? Ja. Kje ga vidiš recimo ti kot uporabno orodje? Videl sem, da ga že uporabljajo za sestavo list, glasbenih list. Da se ljudje še s tem ne več ne ukvarjajo, DJ-ji. Da, evo, jaz danes vrtim na house dogodku, vrtel bo to pa to, vrtim drugi zaporedoma, vrtel bom uro pa pol, všeč mi je tak žanr, naredi mi playlisto. In dobijo playlisto. To sem zdaj že videl res na večjih, da še s tem, no pa seveda, da mi še prosim listo uredi po kijih, po BPM-ih, pa potek še sam sync prižgeš in to je to. Teda se je že začelo to. Drugače pa sam, ki ga še sam uporabljam, ne vem, kot sem povedal za te olepšalne maile, včasih kaj za kak recept, za kuho, včasih tudi kak nasvet, ker se mi ne ljubi, kak avto popravljam, pa to, recimo, ne vem, pri diagnostiki včasih ne veš, v katerem podmeniju je kaj, namesto da googlaš, pa prebereš 5 postov, za take stvari mi pridejo v poštev, ko dobim odgovor v sekundi.
drugače pa počasih ne vem. Dam primer, recimo me zanimajo tri vrste znamk motorjev, pa upišem, kaj bi jaz rad imel, kaj se mi dopade, pa mi on predlaga, kaj bi bilo najbolj za mene, no, recimo. Tak sem glih tudi pri motorist, pa me malo tudi ta stran zanima, no. Sem nekem nakupu enega motorja, ponovno, ne vem, a bi kupil starega, ker so mi nekako tudi stare stvari bolj pri srcu, ki jih lahko sam poservisiram, brez uporabe nekega računalnika in grem na teren, pa pride do neke okvare, pa nimaš neke tople vode, a elektrika je, bencin da, frgazer dela, more delati, gremo dalje. In to zrihtam lahko, no. Pri novejših je pa to pol problem, no. Ja, tak, z velik stvari se ukvarjam, no. Od motorjev do avtov, lovcem, zelo ko streljam, ni da ni potapljam vse, muzika, otroci. Kako si pa recimo pri te hobije, recimo še dodatno, kako si jih to skombiniral skupaj? Težko. Enostavno dan mi je prekratek. Sploh, ko se vozim vsak dan v Ljubljano, ki je res postaja misija nemogoče, vsako jutro je slabše. In mi enostavno premalo časa mi ostaja za hobije in to res pogrešam, no. Pogrešam. Ko pridem domov, moj mali nikec, ati, in itak boš izbral sina namesto hobija. In tako je, pač taki časi so, tako obdobje je, bo drugače, bo odrastel, 1, 2, 3 in bomo delali vse stvari skupaj. Si ga že kaj vpeljal v glasbo? Pa nisi kaj gledal mojih relov pa storjev, čist enot, čist plošče, to že zbere sam ploščo, kjer pri 2 letih, kaj bi poslušal, da na gramofon, play, ni da ni, mešalko oblada, če je imel kontroler priklopljen, laptop zraven, evo, akcija. Bo DJ. Bo kar bo hotel. Ja, nekaj bo imel tega. Nekaj bo imel, ja. Muzika mu je pa ful všeč, no. Ja, se pri otrocih hitro vidiš, kam ga malo, ja. Kje mu je bolj zanimiv, ne? Kje mu je bolj zanimiv, ja. Hitro, ja. In tam mu je treba pač odpirati vrata, pa mu pustiti, da se pa se ne sam odloči, ne bom ga silil v nič. To je brez veze. Ne se odloči. Že sam... Ampak mislim, da z glasbo ne bo imel problema, no. Bo imel v genih mane. Ja, bo imel dediča, ko bo lahko prevzel mojo kolekcijo vinila, pa opreme. Zato me ne skrbi, no. Ja, v bistvu jaz bi se ti zahvalil za tvoj čas pa za energijo. Hvala za to prijetno druženje. Ja, super, da ti je bilo kul. Ja, super. Jaz si želim, da čim bolj sproščen, da vsak malo pove tisto, kar pač mu je kul. Kar pač pride zdaj, no. Če bi imela, do jutra bi bila govorila. Šla smo, mislim, da čez celotno obdobje. Ja, bi še govorila o vinilu, bi govorila milijon stvari v kolekciji glasbe, Se še lahko, v končni fazi nimamo. Tega je, veš koliko je tega, tako veš, da lahko jutri govorimo. A Elisa poznaš? Kjerga? Elis Purko, ko je v bistvu tule pri nas, on je zdaj začel z zbiranjem vinilk, pa samo nek čist hauser, ne? Ja, to mi je pa Podgi povedal, ja. Ja, tak čist navdušen, ja, je v kratkem cajtu nabavil veliko zbirko plat, ja. Ma fajno, pa res smo dobro. No, to vsi govorijo. Res smo dobro. Moje še nisi slišal, no. Ja, bom enkrat prišel, no, v bistvu. Ja, imam od hausa, trenca, klasičnega trenca, progresiva, tehna itak, klasične glasbe, rock glasbe, džeza, vse imam. Ampak res kvaliteto, kar mi je všeč. Dost, no, čez 1000 plat imam. Sam tule, doma. Bravo. Bravo. Imam. Kako si kolekcijo zrihtal? Veš, ki je kaj? Ja. Aha, to je super. Vem. Ker z Elisom smo se glih to pogovarjali, da je fajn, če malo počas veš, ki imaš kaj. Ja, vem. Te korolaš, že točno pa veš, to je to, približno to ne bi mogla biti, pa panika.
kje pa je? To me pa pamet spravi. Ko ne najdem plate, to me pa vrže iz tira. Sem kar zaključil, plate ven, ni. Pa. Evo. Ja, ni, da pa nam pravi konc davne. To je pa podigi, ta pravi. On še uvitek ne da pravi, ne da bi na konc dal pravi. Ja, In pol je težko najti, ko da plato namesto uvitek, da v drug uvitek in pol ti preglej. to je pa kar malo, To je pol kar projekt. to je vrnk misija. Ja. Če da skrat je, kako je mogoče glih ne piše, tako ker so še coveri so včasih Ja, malo različni. Je vse, se ti dal drug cover. Zdaj pa ti najdi to, plato. Lej. Če že druga ne, mogoče pa najdeš kak fajni zaklad pol takrat. Ja, to vedno, pol se kaj te tistih. poglej to, le. To že pa dolgo nisem. To je že dolgo nisem videl. Pa še obrneš pa na drugi strani, na B, tam pa najdi, na A je tisti Top, ne? top, ja, na B je pa pol. Kjera plata, kjer bomo to, kaj je to? Opa, to bi pa lahko takrat rolal. Super. Res, hvala za tvoj čas in Odlično. energijo. Tak, da. Ja, fajn je bilo. Lahko še drugič. Zmenjeno.